lahko bi rekel, da sem šel na olimpijado, ne, zdaj nisem, ampak zaradi tega, ker nisem šel takrat, sem potem lahko šel na evropsko prvenstvo, pa dobil medaljo, na mladinsko svetovno prvenstvo dobil medaljo, na evropsko člansko dobil medaljo in se mi zdi, da je tek en tak lep šport in bi ga rad bi ga približal ljudem. Ampak dejansko se je začelo, dobil sem to priložnost, pa ne zaradi izobrazbe, ne zaradi veslanja, ne zaradi česarkoli, ampak zato, ker sem v prodaji čevlje sem prodajal. No in dokler nisem prišel do točke, kjer nisem ovinka videl in sem se v ograjo zaletel. Ovink je šel, ne vem, levo, jaz sem šel pa naravnost v ograjo, ker nisem videl, kje sem. 3:30 je ena taka zelo lepa številka, ker je zelo enostaven na vsakih 5 km vedeti, kje si. Spoštovana publika, ni še konec oktobra, odmevi Ljubljanskega maratona so še kar tukaj z nami, zato se spodobi, da mogoče, kot smo zaključevali prejšnjo, pa začnemo novo sezono tega podcasta še enkrat več. Z Ljubljanskim maratonom še več tekačem, ki je na njem odlično nastopil, kdo je danes moj gost, vem, tisti, ki ga ne poznate, ste si zdaj vse prebrali spodaj, kaj sem o njem napisal, tisti, ki ga poznate, se pa, ja, malo hudomušno nasmihate. Z mano je Jernej Markovec. Jernej, živijo. Marko, živijo. Živijo. Dobil sem te na večer, po službi najvrž, po maratonu, si danes že tekel morda? Tekel ne, po Ljubljanskem maratonu sem si rekel, da si bom vzel vsaj 4-5 dni, da ne bom tekel, ker je bila letošnja sezona res dolga in nisem v nobene prave pavze, niti po spomladanskem maratonu. Sem pa vseeno bil na kolesu oziroma na trenažerju, tako da nekaj sem migal, samo ne tekel. Ampak, pa daj povej za nas pač navadne materije, kdaj je pametno, eni pravijo, ko je po maratonu ni treba razhoditi ali pa naslednji dan Bog ne daj počivati, meni je pa zmer pasal, ene par dni pač početi ničesar, no daj strokovno mi obrazloži, kaj in kdaj bi mogel po maratonu začeti kaj početi. Mislim, da verjetno bi se lahko vsak strinjal, da takoj po maratonu v intervale ni za iti. Kako se pa telo odzove, pa je pa čisto različno. Meni je bilo zanimivo letos, recimo, če primerjam z Dunajem. Na Dunaju začetku leta sem sicer na tekmi odstopil, ker sem imel probleme z očmi, ampak pretekel sem skoraj do 41 kilometra, tako da manjko mi je en dober kilometer do cilja, tako da iz vidika udarca na telo rečem, ajde, sem ga pretekel, ne. Naslednji dan sem bil, kot da ne bilo nič muskel fibra, vse v redu, vse, ne. Zdaj, v ponedeljek, bolel boki, bolela hilove tetive, meča, uporabljal sem isto opremo, iste čevlje, imeli so, ne vem, 100 kilometrov več kot spomladi, ampak vse ostalo je bilo isto, pa sem bil cel razpadel, tako da ne vem, dejansko ne vem, kaj je in mislim, da pač, ne, sicer v angleščini, ampak moj ljubi odgovor na vse je, ne, it depends, odvisno je. Tako da, to je moja izkušnja od 2 maratonov letos z isto opremo. Kot vsak pravi tekaški strokovnjak, pa prehranski strokovnjak, pa strokovnjak za psihologijo, pa psihološko pripravo reče, ja, odvisno je, pa vsi rečejo pol, a za to ga poslušamo, plačujemo, točno to. Ampak poslušajte naprej, zdaj bomo pa povedali prave stvari, zakaj sem Jerneja povabil. Ste najbrž ugotovili, če ste bili na podelitvi na Ljubljanskem maratonu, ste slišali to ime, ker je bil na podijum v 3. državnem prvenstvu. Je tako, Jernej? Je tako. To je en podatek. Zdaj bomo pa začel bolj formalno. On je med drugim, pa s tem se pač na njegovem LinkedInu lahko seznanite, da je certificirani strokovnjak za vodenje projektov in izkušen svetovalec za management. Pustimo zdaj to ga okupira dopoldne. Bil je profesionalni športnik, včasih pisali so o njem, da je novi Iztok Čop. Ja, v skifu je bil v dvojcu, v četvercu, potem je šel študirati v Ameriko, tam je tudi zmagoval malo v veslanju, se spoznal s tekom, delal malo tam, malo v Angliji, še malo študiral, prišel nazaj v Slovenijo in po koroni začel teči. Zdaj, mnogi smo tekli med korono,
nismo pa vsi leta 25 na stopničkah državnega prvenstva. Zdaj, kako je nekdani profesionalni veslač prišel do skoraj da, bom rekel, profesionalnega teka, me bo res zanimalo. Kaj bi še dodal, recimo, Jernej, če bi te kdo vprašal, da malo se opiši kot celovito osebnost? Celovita osebnost. Dobro, težko vprašanje. Mislim, da ne vem, no, jaz bi samega sebe opisal kot zelo preprosto osebo, kam pa vseeno sem rad zelo strukturiran, pa rad načrtujem stvari. Ne v smislu, da jih imam pod nadzorom, ampak da pač nekako lahko pričakujem, ne vem, kaj me čaka naslednji dan, kaj me čaka v službi, kaj me čaka s tekom. Tako na tak način probam funkcionirati, drugače pa ogromno mi pomeni družina, družba, pa to, da sem lahko zunaj, da se gibam v kakršnem koli smislu, pa vreme, slabo vreme me ne moti, no. Vročina, ja, vroča, lepa, sončna poletja mi v bistvu niso preveč ljuba. Na študiju, ko sem bil v Seattlu v ZDA, sem vzljubil dež oziroma pršenje, tako da tako vreme, kot ga imamo, ne vem, nekako za tale teden, mi čist ustreza. Se pravi, lahko bi živel v Washingtonu, v državi Washington, v Seattlu bi lahko živel, ali pa ne vem, v Edinburghu, recimo na Škotskem, to bi bilo tudi nekaj zate, ali pa Islandija, čeprav gor je preveč teme. Bi se predstavljaš, da bi kdaj živel kje, v kakšni taki deželi spet? Da bi šel spet ven, ne. V Sloveniji sem do konca zasidran. Če bi pa mogel iti ven, pa bi mu na izbiro recimo Edinburgh ali pa Sicilijo, pa definitivno izberem Edinburgh. Povedano je, se pravi, človek za deževne razmere, pa kakšne deževne maratone, žal nimaš te sreče. Ja, saj v Ljubljani ne, pa na Dunaju tudi ponavadi ne dežuje, saj spomladi ne, zdaj nič več, zdaj sam še 30 stopinj povsod. Ampak preden grejo v to, kako si zajadral v tekaške vode, prej so govorila, si rojen Blejc, čeprav nisi več čas živel potem na Bledu. Na Bledu je en šport znan, ja, kao te rekel, pregane turistov, ne. Veslanje. Veslanje je tisti šport, ki ima domicil na Bledu in ti si šel v ta šport. Zakaj? Ne vem, tistih 20 in več let nazaj si zagrabil za vesla. Mislim, to je kar zahteven šport. Mislim, kdo te je navdušil? Ja, je veslanje verjetno eden najbolj zahtevnih športov, sigurno. Najprej me je na tem navdušil oče, ki je bil tudi veslač na Bledu, tekmoval je sicer v mladinskih kategorijah, tekmoval je tudi na svetovnem prvenstvu, bil v A-finalu, za malenkost zgrešil medaljo. Bil je pa ista generacija, isti letnik kot Iztok Čop pa Denis Žvegelj, in dokler smo še živeli na Bledu, se pravi do leta 2004, to je bilo sicer preden sem začel veslati, smo živeli nad blejskim klubom, tako da sem lahko dobesedno iz sobe gledal na jezero. To so bili pa tudi tisti časi, ko je bilo slovensko veslanje v bistvu res cvetelo, ne. Prva olimpijska medalja, prva zlata olimpijska medalja. In takrat se spomnim na tisti točki, 10 let sem bil star, ko sem začel veslati, to nas je bilo toliko fantov iz iste generacije, ko smo začenjali veslati, da ni bilo dovolj čolnov, da bi se lahko vsi da bi šli lahko vsi naenkrat na jezero veslati, smo mogli recimo se veslali do otoka pa nazaj, se pravi 500 metrov tja, 500 metrov nazaj, tekli nek poligon, ker nas je bilo toliko veliko naenkrat, ko smo začeli, in me pač res me potegnilo to noter. Tudi takrat so bile vse generacije, se pravi, mi smo bili stari 10 let, tudi vse mlajši mladinci, mlajši člani seveda. To je res cel Bled, cela okolica je dihala za to in pač ni bilo za razmišljati drugega, kot da bi probal veslanje na tisti točki. Kdaj si se mislim, jaz se spomnim, no, jaz sem
na Bled začel zahajati leta 2003, ker sem imel tam službo, potem 2007 smo tam začeli delati nočno desetko in potem sem se veliko srečal tudi z ljudmi iz kluba veslaškega. Najbrž sta se že kdaj srečala, pa se morda takrat nisva še poznala. No, in takrat je bilo noro, zdaj so moče zgodba malo drugačna, ampak vseeno, pri taki konkurenci ti si potem bil evropski prvak, svetovni podprvak v mladinski konkurenci. Kdaj se pa je pokazalo, da imaš talent? Delo ni dovolj, zavzetost ni dovolj, moraš imeti nekaj več. Ja, jaz sem imel prvo leto, ko sem začel veslati, prvo zimo, velike težave z meči, zato ker sem tako hitro rastel in sem imel težave s tetivami. In nisem mogel teči, ker pri tistih letih, ne, se toliko, recimo po zimi, ne moš veslati zunaj, in smo pri tistih letih ogromno tekli. Imel sem težave s koleni, težave z gležnji, z vsem, in sem tisto prvo zimo preživel na ergometru. Skozi se pravi na tem veslaču, ki je verjetno vsem poznan iz telovadnic. In to je pri 10 letih, oziroma bil sem star 10 let pa pol, to je tragedija za glavo, ker je res dolgočasno, tudi za telo je zelo naporno, ampak tisto zimo sem naredil en velik skok naprej. Se pa že tudi takrat v bistvu zelo hitro pokazalo, no, da sem imel občutek za čoln premikati, nikoli nisem bil med najmočnejšimi, sem imel pa izreden občutek za čoln premikati, tako da potem se tako že v letih 2006-2007 se je to malo naprej razvilo. Leta 2008 se je skoraj na nek način moja kariera zaključila, ker sem zelo sem zbolel, imel sem kombinacijo angine, pljučnice pa bronhitisa. Mislim, da sem izgubil tretjino pljučne kapacitete, pa bil skoraj hospitaliziran. In potem sem rabil kakšno leto, da sem se nazaj spravil, pač tudi dobil sem astmo skozi to, ampak potem že leta 2009, se pravi, to je bilo kaj, ko sem veslal približno 5 let, star sem bil 15. Prvo leto pri mlajših mladincih sva z fantami z gori, z Urbanom Bregantom, na eni mednarodni tekmi v Račicah na Češkem, kot mlajša mladinca premagala vso našo mladinsko reprezentanco. In je bil že takrat vprašanje, ne, bi morebiti probala iti na mladinsko svetovno prvenstvo, ne. Na koncu naj niso postala, ker so bila oba dva absolutno premlada. Svetovno prvenstvo za mladince je za 17-18-letnike, midva sta bila stara 15 in 16, ampak takrat se je nekako že potem to začelo in od takrat naprej so se potem začeli treningi s starejšimi generacijami, več priprav, več tega, več unga, pa tudi absolutno sem užival v tem, pač dihal sem za veslanje, kadar smo lahko trenirali. Mislim, da smo približno 4-5 na teden še na tisti točki, ampak res me je za sabo potegnil. Vsako zimo sem se sicer precej boril s poškodbami, glih pri teku, vem, da kolena, to so bila moja ahilova tetiva, ampak skozi ostale, ne, pač kadarkoli smo bili lahko v čolnu, sploh vse priprave, ne vem, skozi to sem res rastel, se razvijal, no, in že v bistvu takrat, no, pri 15 letih se je pokazala tista neka perspektiva v veslanju, da bi lahko to pa na majhen bolj resen nivo še vzel. Zdaj si predstavljam, ja, rekel si, veliko tek omenjaš, se pravi, tekli ste veslači zaradi neke bazične pripravljenosti, zaradi kardiovaskularnega, aerobnega treninga ali zakaj? Tako plus, zato ker recimo pozimi nismo mogli biti v čolnu, ker je bilo premrz, ves čas biti na ergometru, je pa tudi zelo naporno za hrbet, pač recimo člani so celo zimo ponavadi na ergometru oziroma večino na ergometru v fitnessu, pri 13, 16, 17 letih je pa telo še enostavno prešvoh, hrbet ni dovolj močen in zaradi tega smo precej z veslanjem oziroma precej s tekom kombinirali. Zadnjič sem tudi videl, sem se dejansko spomnil, da sem tudi leta 2008 pri 14 letih že tekel na Ljubljanskem maratonu, sicer je bila samo 10, to je bil, mislim, da kot del treningov, in mislim, da sem pretekel v dobrih 47 minutah, tako da ja, v statistiki, ja, to sem še prav pogledal, če je to isti Jernej Markovs, ampak ta kombinacija Mena Primka v Sloveniji ni pogosta, tako da ja, kako da si tam nastopil to po lastni želji, ali ti je klub poslal, ali kako?
Po lastni želji, ravno zaradi tega, ker se konec septembra je državno prvenstvo v veslanju in potem oktober je nekako ta klasičen off-season, ko se počasi mislim, vse tekme so konc, preden se začne jesenski del, jesenski del treningov, zimski del priprav, in mislim, da ne smo začeli več na treningih teči in potem namesto enega nedeljskega treninga smo šli zgleda teči desetko. Deva reči, veslanje je tak, bom rekel, trening za celo telo. No. A je veslanje, da je ergometer tudi pravi, ampak ti praviš, križ tukaj moče trpi, ok, tehnika je baš pomembna, ampak a je tak, bom rekel, celostni šport za telo, ki ga krepi, pa hkrati še pumpo navre ali kako? Ja, sigurno. Mislim, da veslanje je top 3 s plavanjem in tekom na smučeh, kar se tiče števila mišic. Mislim, da preko 80% vseh mišic je naenkrat angažiranih pri veslanju. Ne vem sicer točno za te 3, ampak vem, da to so top 3, kar se tega tiče. Tako da, ja, napori s tem so veliki, je pa tak zelo specifičen šport, zaradi tega, ker je gibanje predvsem bolj počasno, vse pač res temelji na tem, da je telo močno, čeprav ne, tempo se zdaj čuti hiter v čovnu, ampak ko gledamo, recimo, pa govorimo, ne vem, o frekvenci, kadenci, številu zaveslajev na minuto proti, ne vem, kolesarjenju, teku, kjerkoli drugemu športu, ne, je to zelo, pač zahteva ogromno moči, je pa počasen, kadenca je precej nizka. Pa ti si rekel, da si imel občutek, a ne, za čoln, za veslo, ker jaz samo enkrat sem sedel v čolnu, ja, pa najbrž ne bom nikoli več, pa so mi rekli, da novinci, ki začnejo trenirati, rabijo en let sploh, da se lahko v čoln, v enojca usede, pa da se ne prevrnejo, ne, da občutek, tako si rekel, si predstavljam, kaj skakalci, ki morajo na mizi se gnati ravno pravo, tisočinkov sekunde, ne vem, ta talent ti imaš, a se to da tudi prevzgojiti oziroma natrenirati, vso to kombinacijo, zaporedje gibov, pa sinhronizacijo in tako naprej. Sigurno se da do velike mere naučiti, predvsem pač gibanje samo po sebi, se pravi, zaporedje gibov, to, kaj pri veslanju res pa daje tisti občutek, oziroma zato, da lahko rečeš, ne vem, da nekdo zna premikati čoln ali ne, je pa v bistvu zelo podoben plavanju, ne. Plavanje verjetno si ne vem, morebiti boljše predstavljaš, oziroma si kdo drug boljše predstavlja. Ne, plavanje, recimo, ne vem, pri kravlu, ko plavalec z roko zamahne in zagrabi vodo, ne, občutek za vodo v obeh primerih, pri veslanju in pri plavanju, je kot da bi vodo, da v bistvu ne vlečeš vodo k sebi, ampak kot da bi se prijel in potegneš sebe gor. Isti občutek, isto je z veslanjem, ne, ko daš veslo v vodo, ne vlečeš vode, ne stiskaš vode, ampak se odrineš naprej. V bistvu se pravi, veslo se v vodi, če bi lahko zaklenil sliko, veslo se v vodi minimalno premakne, čoln gre pa naprej, ne, kot da bi se fiksiral, premaknil. In to je tisti občutek, ki ogromno da, ne, zato recimo nekdo zna čoln premakniti ali ne. So še drugi potem, recimo, kako mečeš telo, ne, pri veslanju, če si kdaj gledal, čolni skačejo naprej, nazaj, ravno zaradi tega premikanja teže, to tudi pride v poštev in pa je v bistvu kombinacija tega, ne, kar naredi to specialno. Je pa tako, da manjši kot je čoln, bolj to pride do izraza, recimo v osmercu dostikrat sploh nimaš občutka, sploh če sediš recimo v osmercu nekje na sredini čolna, je dejansko surova moč, veslo daje v vodo takrat, kot ga dajo vsi ostali, in kar da duša. Medtem ko v manjšem čolnu pa res pride do izraza, kako se ti v bistvu, kako ti čoln, voda, kako to se v bistvu deluje kot eno. In manjši čolni, no, to so tudi bili, kjer sem jaz veliko bolj užival, ker sem čutil čoln premikati se pod sabo, in to. No, to me zmeraj zanimalo, ne, ta specializacija oziroma kdo pa kdaj v bistvu določi ali pa reče, no, ti boš za enojca, ti boš za dvojnega dvojca, tebe bomo dali v četverca, ali je to nek razvoj, vsak proba vse, ali kako je to pri veslanju? Ponavadi se organsko razvije, recimo v Sloveniji, za reprezentančno na klubih,
smo vsi veslali manjše čovne, se pravi enojce, skife, dvojce, dvojne dvojce, potem pa iz tega smo sestavljali četverce. Recimo, ker sem tudi veslal v ZDA univerzitetno, tam je Osmerc glavna in tam se pač vsi veslajo Osmerca in se gre bolj za to, kje v čovnu kdo sedi. Potem, katero pozicijo kdo zasede, se pa nekako organsko razvije in se zgradi profil veslača glede na to, ne vem, glede na tehniko, glede na ta občutek za čoln, ki sem ga prej omenjal, glede na surovo moč, vzdržljivost. Potem se pa, ne vem, nekako idejno zastav posadka, zasnova in potem se, ne vem, testira, še dela, ne vem, 6x jurja in se naredi v eni konfiguraciji, se zamenja, se gre in se naredi v drugi konfiguraciji. In potem se gleda, kako je posadka med sabo skladna, pa tudi kako čoln gladko teče, ne? Ker posadka se načeloma že lahko uskladi, ampak kako v bistvu čoln teče sam po sebi, to pa trener recimo iz čolna, iz obale gleda pa ocenjuje in potem se na ta način testira, išče, menja non-stop. Ti si bil v bistvu eden boljših, če ne najboljši v svoji generaciji, ali kako? V svoji generaciji sigurno, bilo je v enojcu, govorim, ne, v Sloveniji. Mislim, da na državnem prvenstvu v enojcu mislim, da nisem bil nikoli poražen. Je bila pa konkurenca pa absolutno močna. Mislim, smo bili vedno tudi zelo blizu, tudi recimo Urbana Breganta, ki sem ga že prej omenil, z njim sva veliko veslala, potem tudi z enim Koprčanom, Janom Kandučem, z njim sva bila 2 leti skupaj, čolnu sva bila tudi skupaj evropska prvaka leta 2011. Razlike pač so bile vedno majhne, ne, ni bilo tako, da bi bil zdaj, ne vem, suvereno 15 sekund spredaj ali karkoli takega. Tvoje, prej si že omenil, ja, pri mlajših mladincih tisti uspeh. Kjer je pa to prvi večji uspeh tako na mednarodni sceni, no, tam, kjer se je pa, v Sloveniji, to je majhen bazen, majhno jezero, rečemo temu, pa priješ tja na tisto sceno, pa tam vidiš, bom rekel, tiste marjasce, ki so mogoče že večji od tebe, močnejši, ki živeli, pa že gledajo grdo, pa rečeš, fakt, so pa resni fantje. No, kje se je zgodil ta preboj, da si pa tam pa videl, da pa dejansko si močan na globalni sceni? Ja, te preboji so se tam zgodili 2009, 2010, na teh mednarodnih tekmah na Češkem, potem pa tudi v Münchnu vsako leto, zelo močna mladinska regata. Mislim, da sva z Urbanom, sigurno mislim, da medaljo dobila, če nisva celo zmagala, tako da tam se je to zgodilo. Potem pa tudi, mislim, na tekmi v Zagrebu, ki je na Jarunu vsako leto, mislim, da v začetku aprila. Nekako tam je bila, ko sva zmagala leta 2010 in so premagali recimo tiste starejše člane, sicer to je bilo lokalno, ampak ko premagaš nekoga, ki premaga vse ostale recimo v Evropi oziroma širše, ne, to je bil nek tak najin benchmark, da sva takrat videla, kje sva. Potem pa leta 2010 že prvič, ko sva potem z Janom šla na svetovno prvenstvo. Tam sva sicer imela ponesrečen polfinale, nisva prišla skozi do A-finala, ampak sva potem B-finale, se pravi boj za 7. do 12. mesto, sva suvereno zmagala in mislim, da sva s časom, ki sva ga odvozila, bi bila bronasta. Če bi samo, ne, Če. Je bil pa pač pokazatelj nama takrat tudi, da lahko na svetovni sceni konkurirava, da sva dovolj dobra, samo pač manjkala je zrelost, ne, priti v finale. Takrat, ko je bilo najbolj kritično v polfinalu, bi rekel, polfinala so bila vedno bolj kritična od finala, tam sva stisnila na rep med noge in ni šlo. Se pravi, dobra sva bila dovolj, samo konsistentna nisva bila. Ampak naslednje leto praviš, sta šla na evropsko prvenstvo, sta šla pa kot favorita, ali kako? Takrat na evropsko prvenstvo sigurno kot favorita. V tistih časih sicer na evropsko prvenstvo niso recimo hodili še vsi, vem, da Nemcev ni bilo tisto leto, ampak vseeno je bila konkurenca zelo močna, tako da takrat, ja,
2011, potem mislim, da so precej suvereno na tisto Evropsko prvenstvo odveslala, zmagala, potem na svetovnem prvenstvu v Veliki Britaniji so bila pa peta na koncu, pa tudi prišla v finale, je bilo super, ampak ne vem, nekako niso tistega finala v razmerah sestavila takrat skupaj. Vem, da sem bil takrat, ker oba so bila no, zelo razočarana na tistem, ker mislim, da so imela malo večje, oziroma apetiti so bili večji no, od 5. mesta. Ko se je enkrat, mislim, to se je zgodilo, tam rekel, sorazmerno hitro, se je bil razvoj, ampak ko se je enkrat glavni na sceni, ko se je enkrat evropski prvak, svetovni podprvak, kasneje in tako naprej, je to dobro za samozavest, kako se pa počutiš, ker te pa zdaj drugi drugače gledajo, prej si napadal, zdaj pa drugi napadajo tebe, kako si pa ti to tranzicijo, mislim, se je šlo počasi, organsko, vseeno imaš tle še klub, pa trenerja, so tekmovalce, klubske funkcionarje in tako naprej, zdaj si drugi vlogi, zdaj si namreč kot Pogačar, ampak skoraj tako, ne? Drugi pritiski so kot tam, ki si mulc, pa greš na vse ali nič. Recimo 2012, ne, ko sem bil evropski potem podprvak v enojcu, to je bilo zadnje leto pri mladincih, se pravi naslednje leto, potem ko bi bil star 19 let, pa že padeš v kategorijo članov B oziroma do članov do 23. Dali so me pa tisto leto pa že za člansko reprezentanco in se pravi, je pa nekako ravno kontra, greš pa iz tega, da si ti nekaj, ne, da vsi gledajo s tabo tekmujejo, do tega, da če bi šel recimo tekmovati, ne, tam pa tekmuješ proti Iztoku Čopu, Luko Špiku in ostalim olimpijskim prvakom. Ne. To je pa velika, velika stopnička za korak naprej narediti in tisto leto je bil kar, oziroma mislim, je bilo težavno ne, tudi iz tega vidika, zaradi tega, ker nisem imel nekako tistega postopnega, se pravi mladinci, člani B, člani, ampak je bilo direktno v članski četverc. K temu je nekaj tudi prispevalo, ne, da smo leta 2012 pač že s člansko reprezentanco tudi na Evropskem prvenstvu bronasto medaljo dobili. Ti takrat pač po olimpijadi nam je res šlo dobro in nekako je bila potem ideja, da bi v podobni zasedbi na podoben način probali tudi nadaljevati tam. Ne. Je bil pa pač tisto leto velik izziv tudi zaradi 4. letnika, se pravi matura, začela se je pač razmišljanje o faksu, takrat so se začeli potem pogovori za to, da bi šel študirati v ZDA in je bilo naporno leto, no, samo to lahko rečem. Mislim, kdo je bil tvoj trener, no, tvoja kariera, jih je bilo več, kdo te je naredil, kdo je skrbel za tebe? Več trenerjev, definitivno. Pri mlajših selekcijah, takoj, ko sem začel, je bil naš trener na Bledu Sadik Mujkić, v mlajših kategorijah. On je bil tisti, kar nas je, mislim, da res na desetine in desetine fantov, ki nas je navdušil, ki nas je pripeljal to noter in takrat smo res pač uživali. Normalno, ko smo bili tako mladi, kratke tekme, kratki treningi, nogomet smo večkrat igrali kot kar kaj drugega, tako da to je bilo res fajn. Potem pri mlajših mladincih, pa na začetku pri mladincih je bil trener tudi na Bledu Robert Krašovec, potem pa zadnje leto pri mladincih, pa pri članih me pa že treniral selektor reprezentance, se pravi Miloš Janša, ki je mu tudi na čest člansko reprezentanco. To je ta trener, ki je imel v bistvu na čast vse slovenske medalje od osamosvojitve naprej. Ja, era Miloša Janše, ja, takrat smo samo preštevali. Zdelo se je, da se ne bo nikoli končala, no, ampak ja, tudi tega je bilo enkrat konec, nič ne de. Zdaj, koliko si razvil, daj to mi povej, kako visoko si prignal svoj srčni utrip, recimo na tekmi, ko je šlo na vse ali nič, sigurno imaš ta podatek. Nimam, na tekmi nimam, ker pri veslanju nismo uporabljali merilca srčnega utripa, oziroma smo ga uporabljali samo, ko smo delali VO2 max test na športni fakulteti, na DIF-u, in pa ko smo delali laktatne teste. Drugače smo pa vedno trenirali brez srčnega utripa. Tako da nimam pojma. Kaj pa lahko sklepam, ne, recimo, je pa vem, ko smo delali pa laktatne teste na vodi, pa da je bil takrat moj puls čez 180, samo recimo, ne vem, v coni A2 na aerobnem pragu, ne, je bil že čez 180, tako da na tekmi sigurno čez 200 na tisti točki. Si kdaj delal
teste, preiskave na ne vem, fakulteti za šport ali pa kje drugje, da bi ti malo pomerali velikost srca, pa utrip po mirovanju, pa EKG, pa tako naprej. Vse možne teste, mislim, delali smo pač VO2 max test mislim, da je bil 9-minuten, pač step test, delali smo, se pravi, laktatne teste redno, mislim, da je bila enkrat 5 minut, pa 4x4 minute, potem pa ja, tudi vse te ostale meritve. Zdaj, koliko sem imel vrednosti, ne vem, VO2 max, to se ne spomnim, pri veslačih so ponavadi malo nižje, Okay. na papirju, zaradi tega, ker smo veslači tudi tako težki, ne vejo, 2 max je količina zraka na kilogram. Ampak mislim, pač ne vem, mislim, da tam neka sredina, ne vem, 65, verjetno kaj tacga. Pri tistih letih pljučna kapaciteta malo pod 7 litrov, tudi po tisti pljučnici, ki se je enkrat nazaj vrnila. Vem, recimo veslači iz tujine, en Anglež je bil znan, ki ima pljučno kapaciteto čez 8 litrov. Tako da to so kar vrednosti. To sem te zanalašč vprašal, da zdaj tisti tekači, ki imajo to zdaj vse danes na urah, pa vsak dan vejo, koliko je njihov dnevni VO2 max, ja, pa kakšen je njihov fitness, pa tako naprej, pa srčni utrip, da bodo znali malo, da to primerjava, ampak ti si bil pač vrhunski športnik, za božjo voljo, ki je bil talentiran za to, ki je to prignal do maksimuma. Si se kdaj poskušal, mogoče, poznam tudi veslače, ne samo, ki so šli v tek, tukaj je veliko, ki so šli v tek na smučeh, si kdaj to poskusil? Ja, to je bilo predvsem potem tam za čas srednje šole, je bil to kar pogost trening čez vikende. Zadnje leto, ko sem bil še v Sloveniji, se pravi, to je bila kaj zima, 2012 na 2013, smo šli pa tudi v Kranjsko goro, oziroma v Planico na priprave, smo spali v nordijskem centru, zaradi tega, da smo bili na višini, potem smo pa trenirali zunaj na tek na smučeh. Vedno sem zelo užival v tem, ne verjamem, da sem bil kaj preveč hiter, mislim, da nihče od nas ni bil hiter, ampak kaj je bil point tega, da smo se zelo matrali. Dokler smo se matrali, je bil trening dosežen. Medklic mogoče vmes, pa tako razmišljam, ok, ti si vsem generacija, ki je to začela počenjati 20 let nazaj. Kaj pa imaš še kaj stika, recimo s slovenskim veslanjem, ali pa ga spremljaš? Poslušam, da mogoče današnja mladina, ok, to si prej rekel, tudi rezultatov mogoče ni, pa ne povlečejo mladih toliko v ta šport, kot je še kolesarstvo ali pa kaj takega, ampak vseeno, da mladi morda niso danes več pripravljeni toliko trpeti, kot ste še vi bili pripravljeni ga žgati v rdeče številke. Ja, ne vem, če je to povezano morebiti s tem, ne vem, da mladi niso tako pripravljeni, ne vem, da bi res trenirali, ker verjamem, mislim, da se ženejo po drugih športih. Ne vem, zakaj je botrovalo to k temu, da je bil pač tak upad v slovenskem veslanju. Res ne vem, ker tudi nekaj let vmes nisem spremljal. Takrat po študiju sem pač res stopil za par let na stran. Je pa pri veslanju treba vedeti, oziroma kaj naredi šport težaven, je to, da nisem to, da treniraš toliko težko, ampak so sami pogoji, se pravi, z opremo, treba je biti zunaj, če hočeš biti dober, je treba biti zunaj na mrazu, ne moreš uporabljati rokavic, ker je zunaj 0 stopinj, odvesa, tudi če še toliko lepo veslaš šprica. Se mi zdi, da pozimi te zadeve naredijo večjo razliko, kot to, koliko si ti res pripravljen garati ali ne. Tako da ne vem, ali to prispeva ali ne bi znal biti pameten, ugibati pa tudi ne bi hotel. Bi recimo nekdaj svojega bodočega sina usmeril veslanje, če bi bilo tako, bi ga postavil na čoln, bi mu pustil izbiro, pa mu ne bi kazal svojih medalj. Kazati mu oziroma jih ne mislim, bi pa definitivno, če bi živel kje blizu, bi jih spodbudil, oziroma da probajo, da vidijo, ali jim je to všeč ali jim ni. Jaz še do danes, pa sem sprobal precej športov, tudi zelo rad imam tek zdaj,
ampak lahko rečem pač, da veslanje je šport, v katerem sem od vseh najbolj užival, oziroma morebiti se popravim, ker to me ljudje pogosto vprašajo, če pogrešam veslanje. Na tej točki veslanja ne pogrešam biti pa v čolnu. In tisti občutek svobode, ki si v čolnu, to res pogrešam in to je nekaj, kar bi vsakmu privoščil, da enkrat v življenju proba na neki mirni vodi, neko nedeljsko jutro, ki si samo ti pa tisti čoln. Ta občutek, to je res nekaj nepozabnega. Ne dobiš tega niti na kolesu. Tako da bi jih spodbudil, da probajo, pa vidijo, potem da se pa sami odločijo. Da tu tam v katerem filmu, jaz sem videl že te prizore, samotnega veslača jutru, ki bo v kakšnem rokavu, kakšne reke mirne vesla in zraven kakšna razpoloženska muzika in potem res pa začneš kar meditirati ob tem. Olimpijske sanje mi povej, Jernej, to so pač bile tudi nekaj na tvoji bucket listi oziroma olimpijska medalja, kaj pa vem, bil si visoko pozicioniran, bil si talentiran, bil si zagnan, mislim, najbrž so ti rekel, evo, olimpijski ciklus, Jernej gre, ne vem, v Rio ali pa kaj takega, takrat še prej. Za Rio nisem več veslal, oziroma je bilo konc takrat. Sem šel pa na olimpijske kvalifikacijske priprave leta 2012, se pravi, ko sem bil še preden se je tista res ta dobra sezona začela pri mladincih. In takrat mi je za finale, pa za borbo zmanjkalo, ni bilo veliko, mislim, da 2-3 sekunde, nekaj takega, tako da sem bil zelo blizu. Ampak moram reči, da sem zelo srečen, da nisem šel, zaradi tega, ker prišel bi na olimpijado, recimo, da bi prišel na olimpijado pri 18 letih, super, v enojcu, veslal bi tam, ne vem, v nekem C-finalu in to bi bilo to. Lahko bi rekel, da sem šel na olimpijado, zdaj nisem, ampak zaradi tega, ker nisem šel takrat, sem potem lahko šel na evropsko prvenstvo, pa dobil medaljo, na mladinsko svetovno prvenstvo dobil medaljo, na evropsko člansko dobil medaljo in to mi je odprlo toliko vrat naprej, se pravi v bistvu celega življenja, od študija do takrat prve zaposlitve, nič od tega ne bi bilo možno, če bi takrat prišel na olimpijado. Tako da, če za nazaj gledam, če bi bilo na izbiro, bi definitivno rekel, ne grem na olimpijado, grem za ostalo. Potem za 2016 pa tisto sezono, oziroma 2014 je bilo zadnjič, ko sem veslal za Slovenijo, potem sem še 2 leti veslal univerzitetno, to, da sem študij zaključil, ampak potem 16 je bilo z veslanjem konc. Mislim, da 2. junij 2016, finale državnega prvenstva, takrat univerzitetnega, in od takrat naprej nisem šel na več videl od blizu. Noro. Zdaj mi povej, ko si šel v Ameriko si šel, ko so ti ponudili štipendijo, je bila to športna štipendija, si šel zaradi programa, zaradi strokovne izobrazbe. Zakaj? Ker en članek sem prebral, pisalo je, jaz sem pozabil priimek tvojega kolega, ki je prvi šel iz enega četverca nekam študirati, potem si šel ti in je pisalo, zdaj pa vse razpada, ta četverec bo razpadel, en se bo mogel zaposliti, ta četrti pa ne vemo, kam bo šel, ampak Marko oziroma Ameriko, slovenskim četvercem je konec. No, daj mi povej več. Ja, jaz sem se takrat za študij, oziroma študirati sem v vsakem primeru želel iti. Ena zadeva, kar je takrat slovensko veslanje ni delalo, kar upam, da so do danes malo mehčali stališča, je, da ni konc sveta, recimo, če si, ne vem, iz Maribora ali pa iz Bleda, pa pač med tednom živiš in treniraš v Ljubljani. Se vem, da smo vsi lokal patrioti v Sloveniji, ampak na koncu nas je 2 milijona in moramo skupaj držati. In ta obdobje takrat, oziroma študijsko obdobje za slovenske športnike, se mi zdi načeloma zelo težko, ker vsi iz lokalnih klubov bi prišli v Ljubljano, pa si pa tukaj med tednom, ne moreš biti v Ljubljani na študiju, potem pa se vsakeč domov voziti, kamorkoli greš pač trenirati. Tako da zaradi tega sem tudi želel iskati, če je kakšna opcija, da bi lahko študiral, da bi lahko veslal. Potem so se mi takrat odprle opcije, pač tudi univerze, ki so me kontaktirale, so pač v sami svetovni špici po izobrazbi po temu. Na koncu sem pristal na univerzi v Washingtonu, v Seattlu, ki pa je imela tudi v ZDA najmočnejši program, takrat mislim, da so pred tem 3-4 leta zapored bili državni prvaki, tako da se je v bistvu nekako poklopilo, da bi lahko z veslanjem nadaljeval na najvišjem nivoju, hkrati pa še šel dobil to izkušnjo študijev tujin, pa seveda dobil
dobo dobro izobrazbo. Tudi študijsko leto je tako, da se konča z začetkom junija oziroma koncem maja, tako da je pač vsekakor mogoče se vrniti nazaj in veslati za reprezentanco, tako tudi v ostalih državah delajo in to je bil plan, ne. Zdaj, da ne treniraš skupaj celo leto, seveda pač ni optimalno, ampak dejansko večina tujih reprezentanc dela tako, ker enostavno ni bilo realno drugače, ali zaradi velikosti države, ali zaradi selekcijskega postopka, študija, zaradi česarkoli, ne, tako da to, da smo lahko v Sloveniji, pa recimo Hrvati, te manjše države veslamo skozi oziroma trenirajo skozi skupaj, ista skupina skozi celo leto, to je nekako bolj unikatno, no, oziroma bolj izjema kot pravilo po svetu. Okay, dvakrat si zmagal na NCAA, na ameriškem prvenstvu, tudi v veslanju, ampak ta 4-letni študij očitno je pač preusmeril tok pač tvojega razmišljanja in delovanja, da si potem veslanje, ki je bilo prej, ne vem, ena osrednjih stvari tvojega življenja, zdaj praktično dal na stranski tir, pa ga potem opustil. Kaj se je zgodilo? Malo sem se nažrl vsega. Študija, tako kot si rekel, v ZDA je 4-leten. Jaz sem ga na koncu zaključil v 3, ker je prišlo v bistvu toliko daleč, da sem se hotel sem se samo ven zbasati. Tudi ogromne probleme sem imel s poškodbami hrbta, ker študij gor zasnovan zelo, oziroma ne študij, veslaški program je zasnovan zelo v bistvu tradicionalno in je narejen za ljudi, ki nimajo izkušenj, ki recimo dejansko pač oni pravijo temu walk-on, se pravi, to so ljudje, ko se začne študijsko leto, dajo oglas, se vam pridite veslati. In prvi dan smo imeli trening, nas je bilo 5 Evropejcev, mislim, da nekih 30 Američanov, 40 Američanov, ki so se prijavili za veslanje, in pa čez 100 ljudi, ki v življenju niso veslali in so prišli na trening, da zdaj bodo pa oni veslali. Ker v preteklosti je univerza na ta način dobila veslače, ki so bili svetovni prvaki, mislim, ki so bili univerzitetni prvaki in ki so šli in zmagali na olimpijadah. Na ta način je sistem narejen, ne. In kaj to pomeni? To pomeni, da so potem vsi treningi zelo, zelo, zelo rigorozni, zelo pač vse je na absoluten maks, ne, ker ko nekdo začne, recimo veslanje ni tak šport kot tek, kjer se ti lahko preforsiraš na druge načine, ampak greš načeloma lahko skozi na maks. In ko se nekdo to dela, ki nima ozadja v veslanju, je v redu, ker itak mu telo oziroma odpove, preden se prekuri, ne. Mi smo veslali po, ne vem, 8 let, preden smo prišli na program, kaj nekdo reče na maks, pa na maks, pa na maks. In po 2-3 tednih si ti konc, čakate pa še 8 mesecev. Ne, in sem dobesedno pač izgorel sem, čisto sem izgorel, tudi rezultati, recimo na začetku sem ful napredoval prve 3 mesece in potem dejansko pač vrhunec moje univerzitetne kariere, kar se tiče individualnih rezultatov v veslanju, recimo na ergometru pa to, je bil tam nekak 4. mesec prvega letnika, tam je šlo samo še nadol. Trenerji pa, ki to spremljajo tam, ne, pač coachi, vse imajo vso to metriko, kvantifikacijo, vidijo, da se nekaj dogaja, ali dejansko delajo še zmeraj na maks, pa kdor zdrži, bo dober, ostali pa hasta la vista. Ostali pa hasta la vista. V program, to v bistvu, ker je od nekdaj tako bilo, ne, recimo v ostalih športih, tudi na univerzi, ne, je, ne vem, Marko Roblek, pa Jernej Markovec, pa je ne vem kdo drug, ne, v veslanju je Varsity 8, Junior Varsity, Freshman 8, ni imena, ni tega, njih ne zanima, kdo vesla v čovnu, samo da prvi čovn zmaga. In ti začneš 150 ljudmi in ti samo 8 rabaš, ko bodo tisti prvi čovn zmagali. Kdo zdrži, kdo bo, ni individualnega pristopa, to je isti trening za vse, za nekoga, ki ima 8 let izkušenj, pa nekoga, ki je začel veslanje danes zjutraj trenirati. Kad gledal kenijski vojaški tabor, je bela cesta, 300 jih pride, 6 jih bomo pa poslali v Amsterdam na maraton, zdaj pa da vas vidim, fantje. Ja, noro. Star sovjetski sistem, ampak ker je taka masa ljudi v to šla, ne, recimo tisti, ki sem govoril, recimo, ki so prvi dan začeli, nekako so 3 leta rabili, da so prišli do vrhunca in ponavadi so vsi tisti fantje v 3. letniku bili na vrhuncu in 4. letnik že začel padati, ampak zato, da so pač dovolj padali, je bilo študija že konc, pa so šli naprej, ne.
Ostali smo pa izgoreli, tudi bila sta dva kolega, tudi ta kolega iz Slovenije, se pravi, če smo vsi, ne, večina izgoreli, pa zaključili v drugem letniku. Ni šlo zdržati, ker je bilo tako naporno, tako smo pač, ker smo dobesedno smo se, mislim, morbiti bi sami pri sebi mogli vedeti, ne, da se ne smeš, mislim, da je treba iti za kakšno stvar z rezervo, plus da v tistih časih, ne, 3 ure treninga, kakšni geli, kakšna hrana, ne, pol litra navadne vode in to je to. Zdržiti 4 ure treninga. Mislim, Ne. špartansko, mislim, kakšna odlična podlaga za bodočega maratonca, kaj bom rekel, noro, ampak kako je pa to spremljala Slovenija oziroma tvoj klub reprezentančni, mogoče selektor, ki, ko si se vrnil, pa je videl, da pač nisi napredoval stopničko, ampak da si se samo bolj skuril, pa da v bistvu veslanje ni več tisto, kar ti je bilo, preden si šel. Ja, ni bilo tisto poletje 2014, je bilo malo turbulentno, ne, ker tudi v Sloveniji tisto leto ni bilo nekega napredka med ostalimi. Luka Špik je takrat razmišljal, ali bi se že upokojil ali se ne bi, tako da je bilo vse skupaj nekako v luftu. Mi tisto leto smo na koncu sicer sestavili enega četverca, pa šli v Amsterdam na svetovno prvenstvo, ampak smo zelo slabo nastopali v C-finalu, mislim, da smo bili tretji, nekaj takega, ne spomnim se, vem, da smo bili v C-finalu. Tako da ni bilo nobenega zadovoljstva tega, in to je bilo potem tudi tista zadnja sezona, ki sem jo za Slovenijo veslal. 2015 sem potem ostal, pa študiral, oziroma ostal v ZDA, pa delal čez poletje. Sem rekel, da je čas, da si prvo službo najdem, 16 sem pa potem pa že zaključil z veslanjem nasploh. Mislim, dobro. Ampak kot človek, ki toliko športa si vzel, malo pauze si, ali si tak, mislim, vem, da si potem še kolesaril, ali si malo rekreativno se športom ukvarjal, ali si imel toliko drugega dela, da pač ti ni manjkalo, recimo, športanje. No, na začetku sem dejansko prvo leto malo tekel, ko sem študiral, ko sem bil na magisteriju, ampak sem imel tudi precej problemov s poškodbami. To je bila tista tranzicija iz veslaškega telesa, pa navajen garati, pa veliko trenirati, ne, kdo bo šel ven za 30 minut, ne, cona 2 teč, ne, to ne delamo, če ne trpiš na 180 pulza, ni nič, ne. In zaradi tega mindseta sem bil poškodovan, sem bil precej problemov in potem sem tudi takrat tek zelo hitro pustil. Pa sem pa tako malo kolesaril, sem pa tja, nek sem se nazaj vrnil v ZDA. Pa sem pa tam spoznal eno kolesarsko skupino, ki so delali, so se dobili 3-krat na teden in so rekli Hot Labs. Se pravi, so 3-krat na teden se dobili in v bistvu med sabo skupina, ne vem, 30 ljudi in so dirkali od ene točke do druge, obrnili pa dirkati nazaj. In potem je to tako počasi čez leta spet potegnili nazaj v šport noter, ne, pač začeli smo takrat, mislim, da glih Strava dobro ven prišla, oziroma malo bolj popularna ratala in smo potem kronce lovili. To je bila tista začetna leta, tam 2018, 2019. Tako da predvsem skozi to, na začetku sem se res gibal 2-3 leta zelo malo, 2-krat na teden, glih da sem malo po službi se pretegnil, nič resnega, glih da sem še na malo bolj resen sprehod, no. Pa se je začelo skozi to, ne, najdu skupino, pa da sem jih držal, pa ne, so bile hitre fure, pa smo kakšno kronco lovili, pa narediš interval, preden veš, ne, in pa ne se doda, pa kar naenkrat rataš malo hitrejši, pa neko snežna kepa, ki se začne počasi kotaliti nazaj, pa neki tisti iz otroštva, prvinski karakter tekmovalnosti se je začel spet nekaj kazati, neki zametki, ne, in pa se je od tam naprej stopnjevalo nazaj. Da bi v kolesarstvu kaj tekmoval, ne brž nisi mi tako, da bi šel na kakšno, zato si bil vendarle preveč korpulenten, da bi se poskušal v kakšnih resnih dirkah ali pač. Mislim, sem tekmoval med covidom, sem precej tekmoval, pač tekmoval sem v ZDA, se pravi, oni imajo te kategorije, se pravi, kategorija 1, 2, 3, 4, 5, mislim, da 1 je v bistvu kot domestic pro. Jaz sem tekmoval bolj tam kategorije 4, 5 od začetka, zato ker pač vsem sem bil tudi precej težek. Ampak mislim, je šlo, sem bil na večjih tekmah, tudi na gravel sem veliko tekmoval, pa za kategorijo 4 sem bil za Virginijo state champion eno leto, tako da nekaj smo imeli. Pač nizka kategorija, ampak je šlo, no, za svoje kile je bilo v redu. Bodoči Roglič, no, ok, ajde, dobro.
Rogliča ste vseeno malo prevelik. Koliko meriš v višino, recimo, pa koliko imaš kilogramov, recimo, da se mu to znal predstavljati, da mogoče pa je, ok, lihar. Roglič pa nisi, no, ajde. Ne, nisem. Zdaj sem, mislim, 194 centimetrov sem visok, imam pa trenutno ene 82-83 kg še kar. Ja, to Je to- kolesarje bi kar nesel, Ja, ja. Ja, kolesarje bi pa kar ja, nesel. ja. Mislim, V veslanju, za primerjavo, no, pri veslanju sem jih mu na koncu tam nekih 95, tako da ampak v veslanju praktično težka kategorija. ni človeka pod 190, če pa je, mora biti pa res žival, ali kako. Ja. Mislim, so tudi kakšni nižji, ampak ja, večinoma je velika prednost, če si višji. Ne. Zaradi tega je bil z razlogom, zakaj sem veslal v tistih letih, ne atletko teko. No, evo, zdaj se je vse poklopilo, drage gledalke, dragi poslušalci, zdaj ste tole dal, zdaj ste si človeka, tudi oni, ki poslušate tole na teku, zdaj ste si ga znali risati, da je višji od vas, ja. Težji od vas, pa še zmeraj precej hitrejši od vas in da je kar pozabite. Glede na to, kar sem zdaj le povedala, ne, si pač talent za vzdržljivostne športe, to ni kaj, ampak preden greva na tek, pred časom sem govoril s Karin Gošek, tudi našo atletinjo, ki je tudi živela v Ameriki, študirala in tako naprej. No, ona je rekla, da se tam, da je to pač se je zelo hitro domačila. No, tebe poslušam, pa se mi zdi, pa ker sem gledal, kje si vse delal, pa kaj si počel, da ti je tudi zleza Amerika pod kožo, da si se dobro znašel tam, da ti ni bilo težko ne najti službe, ne se preseliti, ne in tako naprej. Tam, dejansko bi tam lahko funkcioniral. Ja, sigurno. Američani, mislim, na splošno so zelo, zelo odprti, zelo hitro navežeš stike, se spoprijateljiš. Kulturno, ki je razlika, je, da ta prijateljstva, ta poznanstva stanejo precej bolj površinska. Recimo, ni ta tako kot pri nas, recimo, ko smo ljudje od začetka, moramo biti malo bolj zadržani, ampak potem res lahko pač postanemo, ne vem, kolegi za življenje, pa imamo res tiste, ne vem, globlje debate pa vse. Ampak na splošno, ne, pač moram reči, da kljub vsemu, no, mislim, sem imel veliko sreče tudi, ampak sem res užival v tistem času, veliko sem videl, veliko sem izkoristil, pač priložnosti tudi videl, kako poteka. Zelo mi je všeč tudi, da sem tam mu priložnost delati, recimo med poletjem, pa potem tudi delati kasneje par let kot redno zaposlen. Tako da sem videl, ne, da ni bil samo tisto študijsko iz kampusa, ker tisti je zelo taka neka, ne, mislim, lahko izkrivljena podoba. Definitivno sem zelo hvaležen za to izkušnjo, no, in je bilo, mislim, bi šel še enkrat, če bi se odločil za nazaj. In ja, tudi precej kolegov sem še zmeraj dobil, takrat, ko smo še do zdaj v stikih. In ja, no, tudi najbolj od vsega pa to, no, da sem sebe našel, ker je bil to nekako tudi taka priložnost za mene, takrat, da sem šel res na svoje. In ne, če si predstavljaš pač skozi to, kar sem prej omenjal v veslanju, potem najti službo, ne, ker tam ti pa ne more, tam pa ni staršev, ki bi ti pomagali, ali pa nekoga, pa ne da bi ti pomagali službo zrihtati, ampak veš, ne vem, greš na razgovor, pa dobiš, ne vem, ponudbo za šiht, ker se ne veš, kaj tisto pomeni, veš, pravila so drugačna, ne veš, kaj tista pogodba pomeni take, ne. Vse in dejansko sem mogel se čisto samosvojiti v vsaki zadevi. In skozi to sem pač tudi se pač kot osebnost sem se spremenil, bi rekel, dozorel zelo hiter, in pač, no, sem res hvaležen, no, za ves ta čas, ko sem ga preživel tam čez. Mislim, kako si se znašel zdaj v tem polju delovanja, zdaj to te je zanimalo, ne vem, to projektno vodenje, management, revizija in tako naprej, to ti je bilo že v osnovi, ali si pač dejansko tudi skozi službe, ker študiral si tudi, ne vem, zunanjo politiko, pa diplomacijo, potem izdelal magisterij tudi iz druge smeri. Ta stvar te je skozi zanimala, ali si šel, pa pač te priložnosti, ki so se odpirale, dejansko posvojil in se tam našel? Bolje je bilo, da življenje ne gre včasih po svoji poti, ne, in sem se pač znotraj tega znašel. Na začetku sem študiral mednarodne študije, politologijo, mednarodne odnose, zato ker me je to izredno zanimalo. Recimo na finance ali pa na ekonomijo nisem hotel iti, zaradi tega, ker sem oziroma ker sem v matematiki ven padel v srednji šoli, ker sem toliko bil na pripravah in sem manjkal in nekako so me potem številke, je bilo
ne, jaz na to nočem iti. Razmišljal sem pa takrat, ne, da bi se pač vrnil nazaj v Evropo, da bi šel, ne vem, morebiti nekje probati, ne vem, znotraj EU-ja nekaj takega delati in se mi zdelo tako nekaj takega, da bi lahko delal, ne. Potem sem še doštudiral, naredil magisterij iz razvojne ekonomije, prišel nazaj v Ameriko in prva služba je bila v prodaji. Delal sem v prodaji, plačan sem bil na procent tega, koliko sem prodal, delal sem za eno trgovino, ki se je prodala pač obleke, moda, take zadeve, ne, čist nekaj kontra. Ampak dejansko sem se o tem naučil ogromno, tam sem se ogromno naučil, kako z ljudmi pristopati, kako je, kaj je, ne vem, vse hektično, ker tam ni bilo, to je bila prodaja druge vrste, ne tako, ne vem, recimo pri nas, ne vem, ali Sportina, ko prideš tja, nabereš, neseš na blagajno, ti zaračuna. Tam ni bilo inventure tega zunaj in je prišla stranka, ti povedala, kaj hoče in si ti mogel, pač znotraj te firme si ti mogel potem iti zadaj, prinesti stvari, predlagati, kaj bi obul, kaj bi to, ne, in je bilo zelo tako, ne, pač zanimivo delo. No, če grem malo naprej, poti smo, sicer to recimo ene pol leta preskočil, sem se preselil v Virginijo. Totalno druga služba, oziroma ki sem jo iskal, je bilo pa za eno veliko firmo, so iskali nekoga, ki bi delal na področju odnosov z vlagatelji. V bistvu bi šlo pa za urejanje spletnih strani. Jaz nisem imel pojma od HTML kodiranja, česarkoli takega, ne, ampak oni so iskali ljudi iz strežbe, iskali so ljudi iz prodaje takih, ker so vedeli, da je to tako hektično področje, to, kad telefon zvoni, nekdo se bo nate drl in se rabil nekoga, ko se bo nekdo nate drl, ti boš pa lahko takrat zadevo speljal do konca, pa pač ostal miren, ne. In to mi je bila nekako tista tranzicija potem naprej v to službo, kjer sem potem rastel, se razvil v menedžerja, na koncu vodil pač globalno ekipo, tudi to službo šel v Anglijo naprej. Ampak dejansko se je začelo, dobil sem to priložnost, pa ne zaradi izobrazbe, ne zaradi veslanja, ne zaradi česarkoli, ampak zato, ker sem v prodaji čevlje sem prodajal. Zaradi tega sem v bistvu vse naprej odprl in to mi je tudi ena taka, kar sem prej pravil, sebe najdu to, kar mi je tudi tisto, da v bistvu nobena priložnost, nič, kar se naučiš, nikoli ni nič za brez veze, ker pač se mi zdi, da moj primer je resen tak, pač se to mora znati uporabiti, pravi čas, pravo mesto, vse, ampak to mi je bilo pač res tako zanimivo, Pa sem se v Slovenijo vrnil, tisti je bilo pa iskanje, sem mislil, iskanje službe za bo šlo lažje, sem v to globalnih izkušenj, delal sem tudi pač za zelo veliko dobro firmo, na dobri poziciji, izkušnje iz tujine in potem v Sloveniji ne najde službe. To mi je bilo nekaj najbolj neverjetnega. Ne dobiš odgovora, nič. Dejansko sem se prijavil na višjo pozicijo, ko sem se prijavil, več sem jim odzival, ampak pač tam so že druge zadeve, ko pridejo zadaj. Zato sem pa pristal pri KPMG oziroma znotraj Big Four, sem tudi iskal raven zaradi tega, ker pa iščejo tudi malo bolj kader, ki zna delati recimo spet pod pritiskom, s projekti, s tako, pa z mednarodnim okoljem, tako so se potem te izkušnje, da sem te izkušnje tukaj najdel. Projekti, to me pač od nekdaj me je zanimalo, tako zaradi tega sem pa tudi letos opravil pač licenco, da sem certificiran iz tega, iz projektnega vodenja, da zdaj lahko vsem težim, ko probam za zadeve pa še zares na papirju organizirati, ampak pač to, tako sem prej omenil, rad sem organiziran tudi pri temu in se mi zdi, da potem vse skupaj bolj teče. Na reviziji sem pa tudi v bistvu, nisem na tej klasični reviziji, ker jo večina pozna na pač računovodski reviziji, ampak ker sem pač na začetku delal ene projekte iz trajnosti po teh novih evropskih direktivah, kaj to področje ratalo potem tudi, oziroma padlo pod revizijo, zdaj pač so nas pač te, ki nismo na reviziji, nas vsako sezono pokličejo zraven, da ta del čohljamo, ampak to je po tekstu, ne po računovodskih izkazih. Človeku se res za malo zdi, ker pride iz tujine, s vsemi temi referencami, vrže CV na mizo, pa ga debelo gledajo v Sloveniji. Poznam ljudi, ki so se obrnili, pa so šli nazaj, marsikam v tujino. Kako to, da si se sploh vrnil v Slovenijo? Mislim, domotožje, kaj drugega, družina, karkoli. Mislim, ti bi mirne duše prosperiral, pa kaj prosperiral, obogatel lahko, če bi bil v anglosaksonskem svetu, bi bil lahko pač, rekel, globalni menedžer z
7-mestno plačo, ne bom rekel, a ne, ampak ti si se vrnil v rodno grudo, ker pač delaš za precej manjši denar. Zakaj? Slovenijo, mislim, iskreno sem Slovenijo pogrešal, tudi pač vsa ta leta, ko sem bil zunaj, je bila vedno nekako želja na dolgi rok, da bi se nekoč lahko vrnil. Vmes je bilo ene par let, ko mislim, da na neki točki 3 leta pa pol, da me ni bilo v Slovenijo nazaj, se pravi, kaj, ja, 2, 3 leta, mislim, da me ni bilo nazaj v Slovenijo. Potem pa po covidu, ko se je nekako vse skupaj odprlo, sem prišel nazaj v Slovenijo, pa potem pa, ko sem bil že v Angliji, ne, je bilo pa precej lažje, ker potem sem imel pa tam zelo pogoste lete, tako da sem večkrat prišel za 4-5 dni in sem dejansko tudi videl, pač, koliko smo ohranili dobre stike s kolegi, pač družino sem imel tukaj vse in pač sem videl res, koliko mi tega manjka. Pač na tisti zvezi takrat, oziroma na tisti točki, no, v Angliji se mi je tudi osebno življenje malo v neko svojo smer razpletlo, ne, in sem imel potem nekako sem imel tisto v bistvu pred sabo prazen list papirja, ne, da ga v tem naprej popiše, kakor sem ga sam želel, in sem imel, ne, lahko ostanem pač v Angliji, delam v Londonu oziroma nekje nadaljavo, tisto pač dobro službo, dobro plačano službo, vse, pa pač probam iz tega nekaj, ali pa se pač vrnem nazaj v bolj preprosto življenje, ne, k družini, k kolegom, v bistvu v okolje, ki mi je poznano, in zaradi tega sem takrat rekel, da to naredim in se vrnem, in mi ni žal, in mi absolutno ni žal, ker pač res tukaj se počutim pač res dobro, ni variante, da grem kdaj nazaj ven, mislim, zaradi družine, tudi ne, zaradi partnerke, zdaj tukaj absolutno kolegov. Službeno je zanimivo, ne, ker vedno se spomnim, ko mi oče govori, ne, v Sloveniji pač dobiš manj denarja, ampak se tudi manj dela. Hecno je to, da seveda zdaj zaslužim manj, delam precej več, kot sem, ampak mi odtehta, mi ostalo življenje odtehta. Čeprav dejansko ja, delam več, kot sem delal prej po urah. No, kvaliteta življenja Ampak šteje. mi je, Ja, to ti sam veš, a ne, ker imaš v pogledu svetovne statistike pa lestvice, pa bil si, živel si marsikje, pa veš, mislim, zaenkrat je kvaliteta življenja v Sloveniji res, kljub vsem pomanjkljivostim, katerih tudi danes ne bova, ne, vrhunska, ja, pa teče se lahko, ja, no, če ne prišel v Slovenijo, mislim, Jani Mulej ne bi imel enega dobrega modrega dirkača, ja, tudi on, ja, bo se počas lahko selektor, ja, pa vas bo tam še prešteval, kdo bo vse na stopničkah. tako, Prej si omenil Sadika Mujkiča, on je tudi tekel, kar dosti je tekel, pa dober tekač je bil, a ne. tako. Milana Janšo poznam, on je maratone tekel, dokler ga mislim, da koleno ni zdalo, pa tudi je bil dober tekač, a ne. Predstavljam si, da veslači ste imeli, imate dobre predispozicije, se pravim, vsaj srčne, kardiovaskularne, za ukvarjanje se s tem vzdržljivostnim športom, ampak vsi pa vse nagrajo to. Ti si menda že v Ameriki se malo s tem spogledoval, pa koga srečal, v Sloveniji si pa pol se s tem začel ukvarjati tudi majčkeno bolj strukturirano po letu 2021. Ja, tako, mislim, jaz sem bil leta 2021, sem bil še v Virginiji, ko sem začel konec leta teči, ker takrat sem se preveč najedel, ker smo, mislim, res ogromen sem kolesaril, tam 20, 21, in sem se pač oziroma fest sem se nažrl tega. Pa tam v okolici je bila tudi profesionalna tekaška ekipa, tako da sem, pa pač to je bilo, tam, kjer sem živel, je bilo kakor da bi bil v nekem Kranju, ne, tako da smo se večkrat srečali, pa tudi na kakšen trening kdaj šel z njimi, tako da sem videl, kako je to potekalo, pa me pa pač počasi v to potegnilo noter. Precej sem se tudi takrat s poškodbami ukvarjal na začetku, mislim, da bi rekel v prvih 2 letih, sigurno eno celo leto, pač po delih, da sem se ukvarjal s poškodbo nečesa, dokler nisem pač res začel samega sebe poslušati, pa res se vrgel v tudi sam študij tega, prebral literature, prebral študij, prebral vsega, kar se je dalo, zaradi tega, da sem pač nagruntal določene zadeve, pa tudi, da sem se znebil tistega mindseta od kolesarjenja pa od veslanja prej, ne, da pač saj znamo trpeti, ampak
tek ni šport, ki lahko trpiš na isti način, ker se zelo hitro poškoduješ. In to sem se žal naučil na grd način, velikrat, ampak sem se naučil in sem znal iz tega potem naprej. Potem sem pa pač postopoma nadgrajeval vsa tista znanja, ki sem jih imel noter, da je predvsem je tudi telo viral, zaradi tega, ker ne, pač težek sem, moja kadenca teka ni prav visoka, ne, tako da se pač postopoma, ne, da sem lahko dodajal volumen treninga, da sem dodajal, ne vem, intervale. Na začetku sem še kar kombiniral tek, kolo, potem pa postopoma zmeraj bolj proti teku, kaj šel, pač, ker sem se bližal, oziroma, ko gremo proti današnjemu dnevu. Mislim, zagrabljal te je zaradi tega, ker si športnik po duši, ker si hotel videti, kaj lahko dosežeš s tem telesom v še enem športu. Najbrž to ali te je kakšna družba zvabila, si imel kakšen cilj postavljen, pa si rekel, če že tečem, bom pretekel po maraton in tako naprej. Kaj te je tisto, ki te je, ne vem, da si v teku 30-40 km na teden pripravil do tega, kar počneš danes? Od začetka tudi to, da rad sem tekmoval, na kolesu sem tudi zelo rad tekmoval, ampak je bilo nevaren, sploh tisti kriteriji, to je res nevaren, pač imel sem srečo, da nikoli nisem padel na tekmi, bilo je pa ene par res kačljivih situacij. Potem pa tudi po covidu, ko so se nekako vse se je sprostilo, takrat je bilo ogromno več prometa na cesti, vsi so zgleda pozabili, kako voziti in ne, pač to mi je ves veselje vzel, plus to, da se je potem bilo treba nazaj v pisarno hoditi, pa je bilo manj časa in je bil nekako to tek boljše izkoriščen čas. Od začetka pa nisem imel nekih ciljev, mislim, da bi nekaj, ne vem, pretekel, nekaj takega, pač, tako kot sem rekel, ne, ful sem imel glavo zasičeno od kolesarstva in sem pač samo užival v tem, da sem šel teč ven, tako, in potem sem pač probal kakšno tekmo sem pa tja, pa tako kot za vsako stvar, začel sem teči, pa malo več in potem sem pač malo hitrejši ratal in potem sem začel bolj strukturirano to iskati, ne, in potem, ko sem videl, koliko tudi v bistvu uživam v tem, da si postavim strukturo, in da tudi v bistvu si postavim rutino pač svojega življenja, svojega tedna, ne, ker sem recimo s korporativno službo pred računalnikom, ne, je na nek način predvidljivo, ampak je lahko, ne bom rekel monotono, ampak pač rad sem imel, ne vem, neko rutino in potem sem si s tem jo postavil, in če grem teč zjutraj pred službo, ne vem, moram se toliko pa toliko prej biti konc, da se stuširam, pojem, grem do službe, toliko pa toliko prej, ne vem, se zbuditi, pojesti. In ko sem začel to delati, se mi je zdelo tudi, da sem imel ful več časa, se pravi, več sem na nek način delal, več sem imel časa, ampak zato, ker sem si vse sem si nekako pač v rutino postavil, pa sem pa isto začel še znotraj treninga delati, ok, hoče se malo grejem, pa grem še malo več intervalov pa tega in pa dodaš eno leto pa pol tega in kar naenkrat napreduješ in natečeš, ne vem, pod 21 pol maratona, nekaj takega, pa vidiš, da to je pa fajn, tekmovati je fajn, koga zadaj pustiti je še boljš in pa je spet, ne, gre naprej. Ampak kaj pa res tudi s punco sem imel pogovor glih zdaj po Ljubljani, mislim, da v ponedeljek, ne, je, da se pa res probam zavedati tega, kaj je bilo z veslanjem, pa kaj je bilo s kolesarstvom, ne, kaj me je takrat toliko not potegnilo, zato ker si res ne želim, pa da bi se mi, da recimo, da bi pregorel tukaj, se pravi, da bi zdaj pa ne vem, zaradi tega, ker sem šel pa, ker sem dobro nedeljo laufal, da zdaj pa treba na pomlad, pa ne vem, 3-krat na dan trenirati, pa to, pa pa tret, ne, ker pač v teku uživam, zaradi tega, ker si glavo spiham, ker je vse ostalo in tako, kot sem z enim kolegom, sem glih danes mu napisal, ne, da če na nobeno tekmo več v življenju ne grem, rajši izberem to opcijo, samo da se mi recimo tek ne zameri, da lahko nadaljujem v tem, ker uživam, ne, ker tudi celo ostalo življenje, pa cel moj lifestyle, ne, je s tem povezan in to mi je cilj, ni mi cilj, zdaj pa moram naslednje leto laufati hitrejši ali pa moram, pač meni je cilj, da imam nek ta trajnosten življenjski slog, da se gibam, da dobro jem, ne, ker pač tek je tudi tak, ki mi v bistvu me, nam rekel, spodbuja, na nek način sil, ne, ker moram dobro jesti, ker na kolesu lahko ješ, kar hočeš, pa ti ne bo slabo. Pri teku ne moreš, ker če ne boš hitro, kot še mu grmovju, kaj takega, ne, in to mi je toliko všeč, ker sem pač res
ne, pač moram biti pozoren, da sem zdrav, da dobro spim in pač ta paket mi je všeč in to je v bistvu, kaj je pripeljalo do rezultatov, ne. To so nekako, mislim, nam rekel, da so afterthought, ne, ampak so pač njimi, ne živim za to, da treniram za rezultate, ne, ampak pač to pride v paketu, se trudim, valjda se delam intervale, ampak uživam v tem, kaj delam, rezultati so pa pol plod tega, ne, niso fokus. Zanimivo, pa si dozorel na en način, ker si se skuril na en način v dveh športih, vzdržljivostnih, a ne, bog ne daj, da bi se šel tretjem, ampak lej, da si vendarle prešel tisto 30-tico, pa si morda bolj moder in bolj zrel, pa imaš partnerko, ki te vse mečken vleče nazaj, pa reče, a ne, da ne smeš še jih crkant na treningu, a ne, boš raje še kaj drugega v življenju počel. Zanimivo, no, prisegaš, mislim, ta znanja tvoja, poleg tega, da si pač, bom rekel, rekreativni atlet, si tudi trener, a ne, zelo zanimivo, a ne, sem videl, da je na tvojih atletin mimogrede, oziroma v rekreativki odlično tekla maraton v Ljubljani, Urša, a ne, se je pohvalila s tem, če sem prav videl, a ne, tako da, in to je svoj prvi in zelo dobro je šla. Si to tvoje znanje agregiral iz več virov ali presegaš na kakšno šolo, morda nemško, ne vem, Štefnijo, morda norveško, kenijsko, kaj pa vem? Mislim, definitivno iz več virov, pa iz pač skupno, drugače pa glavna nekako moja motivacija pa to, oziroma dve knjigi, no, Jack Danielsa, pa Pete Fitzinger, Advanced Marathoning. To sta mi dve knjigi, v bistvu dva vira, na katera pač precej prisegam, ker se mi tudi zdi, ne, da je pač, da mislim, da je veliko znanja o tem, da lahko se vsaka stvar zakomplicira do onemoglosti, ampak recimo, ne, da še zmeraj z nekim preprostemu, ampak strukturiranemu pristopom, ne, se da ogromno doseči. In ja, tudi z vsemi, mislim, z vsemi športniki, z vsemi atleti in atletinami, ne, ki sem delal v zadnjem letu, ali pa recimo za Ljubljanski maraton, smo tudi probali vsi pristopiti na ta princip, ne, kar so se prej pogovarjali, ne, da pač ni zdaj tisti cilj, ne vem, zdaj moram pa 3 ure 15, 2:45, 2:10, karkoli, ne, ampak da pač to je želja, ampak potem dejansko se mi zdi, da kaj so vsi na koncu največ odnesli od tega, je, da skozi vse tudi te pogovore okoli teka, okoli lifestyle, okoli to, ne, da potem pač pogruntaš, kaj ti ustreza, kako se tvoje telo boljše odziva, kako si zdrav, ne, ker spet, ne, ta pot proti nečem, ne, da je tisti cilj pač kot ultimativni, pač neka ultimativna želja, ne, da je to tisto, kar je v bistvu imelo na koncu največji doprinos, največ, ne, in pač to je moje razmišljanje, to je moj pristop pri temu, ne, definitivno se pa, mislim, ni pa, da bi pa zdaj pa, ne vem, nekaj, ne vem, double thresholdi, pa to vem, da teh šol tega zunaj je ogromno, ampak ne vem, pač kdor se to hoče iti, super, tudi jaz, mislim, bi sigurno probal, če bi imel dovolj časa, ampak ga nimam in ga mislim, da tudi nisem pripravljen toliko posvetiti, raven zaradi tega, ne, ker pač življenje je še toliko drugih stvari in ne. Hkrati pa, če pogledam, ne, kaj je Urša recimo dosegla, kaj sem jaz dosegel, kaj smo ostali, ne, mislim, da če imamo vsi polno življenje, ki ga živimo od družine, pa še zmeraj dobre rezultate, je to super, ne, na olimpijado pa noben od nas ne bo šel, ne glede na to, tudi če naredim 5 thresholdov v enem dnevu. Mislim, to si pošteno povedal in mislim, da ja, bi lahko to še komu drugemu, ampak se ni važen, koliko atletov imaš, recimo, koliko rekreativcev pravzaprav vadi pod tvojo taktirko? Zdaj pač pred Ljubljanskim maratonom je bilo 7 skupno. Smo trenirali v različnih, mislim, tudi to, ko rečem pred Ljubljanskim maratonom, niso bili vsi seveda za Ljubljanski maraton, z nekaterimi tako čisto na splošno, z enimi je bil cilj samo na Ljubljanski maraton, se pravi recimo, da zdaj naprej čez zimo bo vsak treniral recimo malo za sebe, oziroma bodo trenirali, ne vem, tudi uteži, trenirali kolesarstvo, kaj drugega. Kakšni, recimo z enim kolegom sem sodeloval, ker je drugače tudi veslaški trener, ne, je bil pa tudi zanimiv, ker sem tudi jaz od njega ogromno učil, ker pa tudi on, ne, takrat
normalno, nek smo bili mi veslači, šlo pač vsa znanost, šport na tok naprej, ne, tako da so v bistvu drug z drugim nekako znanje delila, pa v bistvu je on mu neke ideje, kako bi tek, pa sem ga v bistvu jaz mu pomagal kot v bistvu bolj kakšen fine tuning narediti na to, kar je moje, tako da pač različne, ne, različni pristopi. Z vsakom pa, kaj mi pa najbolj všeč, je pa to, ne, da pač res kot konstantna komunikacija, pa da smo se res pač tudi z vsakom res dobri kolegi ratali, zaradi tega, ker mi je pač najbolj pomemben to, da se razumemo, pa da tudi razumem, s kom delam. Ne, pač nisem pristaš, ne vem, da bi recimo napisal nek trening. Mislim, če bi nekdo to želel, seveda, normalno, kdo sem, da bi ti rekel ne, ampak ni recimo moj pristop tak ali pa karkoli, ne, da bi mu neke pripravljene template pa jih dal, pa naj nekdo, oziroma pa probo to prodajati, no, ker to pač lahko vsak na internetu dobi. Ampak pa če so to znanja, vse te izkušnje, ki jih imam, če lahko komu pomagam, da pa zaradi tega ali bolj teče, ali sem sploh lahko v prvi vrsti teče, ali pa sem bolj zdrav, pa zadovoljen v življenju, to je to. Zakaj je Markovec, ki ima zahtevno službo, ki ima neke tekaške lastne cilje, ki ima še socialno in družinsko življenje, ne? Potem se loti še treniranja drugih, zdaj dobivamo občutek, kot da si to izbral samo zaradi tega, da sam sebe ne prekuriš preveč, te rajš to energijo vlagaš v druge s tem časom, ker kje najdeš čas za vse to, oziroma kje je bila povod za to, da si se lotil recimo projekta Better Running, to je, ki je na spletni strani recimo zelo lepo razdelan, pa svojega Instagram profila, ker deliš te nasvete, pa svoje insajte, pa svoje lekcije in tako naprej, ki so zelo zanimive. Zakaj, Jernej? Ker rad pomagam ljudem na splošno in se mi zdi, da je tek en tak lep šport in bi ga rad bi ga približal ljudem. Se mi zdi, da v Sloveniji kakorkoli se je tek, oziroma se je tek se ogromno dvignil v zadnjih letih v primerjavi s tem, kar je bilo. Ampak, ne vem, ker recimo pomislim, ne vem, na Anglijo ali pa na ZDA, ker sem videl, koliko je to ljudi se športom ukvarja, ali pa pač neka rekreacija, ne, koliko je bilo tega, pač meni je to tako lepo videti in ne, če lahko ljudem pomagam, če jih lahko motiviram na nek način do tega, pač to mi je res, mislim, uživam v temu in to mi ni, na to ne gledam kot delo, ne, in tudi, tako kot sem rekel, ne, pač tisti trening, oziroma to ga v bistvu skozi prilagajam in ja, dejansko, mislim, gre kar nekaj ur na teden za pogovore, ker se ogromno pogovarjamo, pa feedback, pa to, ampak dejansko pa na koncu pogledam, pa ne vem, če 10% vsega pogovora v samem treningu, vse ostalo se pa pogovarjamo o teku, o tretmu, ne, in pač skozi to pač stkemo, ne vem, ta prijateljstva, poznanstva, to, in tudi, ko vidim ljudi, ki so motivirani, potem nek se dobro počutijo, pač to je meni tudi motivacija za naprej. Probam pa, ja, mislim, ogromno tega, kar se da tudi probam kdaj narediti, ne vem, če šefica posluša, ampak kdaj probam med kakšno pauzo, tako da ne skombiniram. Maksimalno izkoristiš čas, hočeš reči. Maksimalno učinkovit si, mislim, fascinantno, res. Ker sem videl, kaj vse počneš, sem rekel človek. Poznam ljudi, ki samo trenirajo za to, da bi imeli tak rezultat, kot ti. Poznam ljudi, ki hodijo sam na šiht, ki ga imaš ti, pa ga ne uspejo, pa poznam ljudi, ki samo trenirajo druge, ne, to, kar ti počneš. Ti daš 3 službe v enem, pa še kar si nasmejan, pa še kar si dobre volje, pa nisi prekurjen. Mislim, kako si pa, zdaj bo Jani Mulej končno prišel na svoj račun, Jani, ja, sem te že omenil, temu še enkrat, kje pa si srečal modre dirkače Janija Muleja, ekipo, ki je zdaj ogromna, no, bom rekel, fascinanta, res odličnih fantov. Spomnim se, ko je, nam rekel, sam ali pa v dvojici tekljo okrog Brda, no, zdaj vas je ducat in več in to so nori treningi in to je nora ekipa. Kje pa je Jernej Markovec naletel na te, bom rekel, nore rekreativce? Veš, da danes pred klicem sem prav pričakoval to vprašanje in ti povem, kako sem naletel na to skupino, in to je tako, da sem zagrešil najhujši tekaški greh, ki se ga zagrešiti da v Sloveniji. Dobesedno. In to je, da sem Janiju Muleju vzel kronco na Stravi kot neznani tekač. Malo si jih to drzne, malo jih zmore, ampak ja. In to na domačem terenu, mislim, da v okolici Blejske Dobrave. To je bilo takrat, sem se vrnil iz Anglije, sem bil
starša sta trenutno pač začasno na Jesenicah, tako da sem pač po Jesenicah, pa na Blejski Dobravi tekel in Jani normalno pozna vse tekače v tisti okolici, ne, in ko je dobil obvestilo na Stravi, je takoj mogel pogledati, kdo je to. Takrat je sicer pa še trajalo, no, ene par mesecev, da sem se ekipi pridružil, zaradi urnikov, tudi malo sem, mislim, lansko na začetku poletja nisem tekel, ampak po lanskega avgusta, tam začetka avgusta, jaz sem se pa potem ekipi pridružil na prvih treningih, pa potem od takrat naprej tečem z njimi, mislim, pa ponosno nosim modrega dirkača, da me vsi vedno sprašujejo tako, in vedno povem, da je risanka. Ja, mlajše poslušalstvo ne ve, da je to modri dirkač bil, ampak poglejte si, pogooglejte, moče te še na TikToku najdete še en klip, kaj pa vem, ne, videl sem že prej, ja, da je tale hudi, nosiš ponosno, je zaščitni znak ljudi, marsikaterega, ne samo gorenskega tekača, ki ga ima gor. Zdaj mi povej, kaj greste trenirati, kdo določi trening? Evo, ti si vendarle tudi malo strokovnjaka na tem področju, zdaj se tam prilagodiš, ne vem, reče to Jani, reče to kdo drug, danes bo pa ne 8x200 ali pa 3x2000 ali pa kakorkoli že. Večina treningov, mislim, da so bili določeni, oziroma sta jih Luka Ljubič in Jani določila, je pa tudi res, mislim, da tekom leta pač niso, oziroma nismo vsi prisotni na vseh treningih. Jaz sem dejansko precej treniral sam, recimo sploh, ko sem šel čez te specifične bloke ali karkoli takega, sem treniral sam. Čez poletje, ko smo delali hitrost, sem se pridružil na precej teh treningih. Drugače pa ja, pač različno, no. Mislim, večina pa ja, večina treninga letos ni bila maratonskega, ker ostali niso maratone tekli. Danes so se pogovarjali, da bodo drugo leto šli v Berlin, tako da pričakujem drugo leto, da bo kar naenkrat vse maratonsko. Je pa tako različno, no. Sem pa ja, ko sem omenil, no, jaz večino, recimo dolge teke smo pozimi delali skupaj, večino tekov med tednom sem delal pa sam, pač zaradi časa, ker enostavno ne z ostalimi mi je lažje, ne vem, ali grem pred službo ali takoj po službi, da sem potem konc, ne, zaradi tega, da potem mi res ne gre cel dan za to. Poletno, oziroma tam začetek poletja, ko sem bil malo bolj prost, tudi ker nisem imel nekega cilja, nekaj specifičnega treniral, tam je bilo pa super, sploh smo delali recimo tiste krajše treninge, ne vem, 300-ke, 400-ke, takrat je bilo pa fajn, ker tam pa rabim tudi nekoga, da me žene, ker recimo ni mi problem, ne vem, delal sem letos jesen 5x5 km na maraton paceu solo, slušalke ni problema, gre. Pa drgneš. Ne. 300 metrov šprint, ni hujšga. Kdo povede tam, kdo vodi tisto, kdo najhitrejši interval povleče, pa za njim vsi? Mislim, da zadnje čase, ne glede na razdalje, je Anže Roblek, tvoj soimenjak. Morebiti, če se s Klemenom Vilharjem kdaj udarita za kakšno, če Klemen trenira z ekipo, drugače pa mislim, da so vsi ti intervali, mislim, če bi se šlo do konca, da so kar oddani, ja. No, do Robleka še prideva, zdaj, ti mi najprej povej, kje je bila prva tekma, tekaška tekma, ki si jo dobil, ki si jo zmagal, kjer si trak pretrgal, pa si rekel, evo, pa imam winning streak še tle začeti. Prva tekaška tekma, da sem zmagal, mislim, da je bil bistriški tek, ja, lansko leto. Mislim, da je bilo to prvič, da sem zmagal. Ja. Tako je. Mislim, očitno si tokrat zmagal. 10 kilometrov. Ja, tokrat si zmagal, da tudi veš, kolikrat si pa zmagal, no, zdaj, že na tekmi. Nisem velikrat. Nisem velikrat dejansko. Bistriški tek, pač obe dve izvedbi. Zmagal sem letos v Zagrebu na nočni desetki, na Jarunu julija. Veliko sem tekmoval, velikokrat je bil dobro uvrščen, oziroma dobri časi, ampak ne, zmag pa nimam.
No, na nočni Ni desetki v veliko. Zagrebu so to napovedali kot enega izmed favoritov, se prav spomnim na njihove objave na Instagramu, Jernej Markovc, pa so rekel, noro, ne, ampak si upravičil sloves, evo, tam na Jarunu. Poznam tisto dirko, ravna je, ko Vasrvaga, Mhm. pa kri pluvaš na koncu v zadnjem ovinku. Ja, res je zanimiva. Je zanimiva, res dobro si šel. To je osebni Mhm. rekord, to na desetki je bila točno pomerjena letos. Proga je bila točno pomerjena, bil je oseben rekord do tiste točke, v slovenskih konjicah, zdaj na državnem prvenstvu sem tekel pa še malo hitrejši. Mislim, ta napredek si letos pričakoval, si treniral tudi malo več, bom rekel, na hitrosti in tako naprej, tudi ciljno za te desetke, ali pač ne. Mar- Za desetke niti ne, tam junija recimo smo trenirali recimo tiste krajše, ampak bi rekel, da tisti ni bil tako specifičen za desetko treninga, tam smo tekali en dober del pod 3:0, tako da je bilo skoraj bolj za kakšnih 3000, 5000, če bi kaj takega tekmoval. Nisem prav specifično, no, zato recimo za pomlad mi je bil Dunajski maraton tisti glavni cilj, potem nekako sem se probal do Radencev zvleči za polmaraton, čeprav mi tista tekma ni šla. Za drugo leto bom pa videl. No. Mislim, da na pomlad bom probal maraton, potem bom pa videl, no, za drugo polovico leta, kaj me prime. Tvoj prvi maraton lani v Ljubljani, ja, si ga potem tudi analiziral in tako naprej. Ok, sen, nekaj si pričakoval, nekaj si dal od sebe, je upravičil pričakovanja, je bilo tisto, kar si od maratona na koncu pričakoval. Ja. 2:37, Ljubljana 24. Ja, ja, mislim, absolutno je bilo. Tudi tekma, mislim, sama po sebi je bila res neverjetna. Čez celotno tekmo smo imeli skupino. Tudi, mislim, da do začetka smo trije modri dirkači tekli skupaj. In je bila pač res, res neverjetna izkušnja. Zelo sem šel v tekmo neobremenjen, ker nisem vedel, kaj pričakovati. Začeli smo tudi malo bolj zadržano, ravno zaradi tega, ker pač nismo vedeli, kako bo šlo, ampak je bilo pač res, res neverjetna izkušnja, ne, in me je prepričal, ne, da grem še naprej na kakšno to najdaljšo razdaljo. Da je tudi maraton v tebi, no, neki, da si morda rojen za maraton, kaj pa vem, no, za Dunaj je bila že zbrana, ko si bil v Ljubljani, si se potem prijavil. Po Ljubljani sem se za Dunaj šele prijavil. Ja. Ker lansko leto še ni bil razprodan tako hiter. Letos je bil pa že zdaj, že pred Ljubljano razprodan, tako da Dunaj odpade. Dunaj odpade, Rotterdam odpade, noro, kaj se dogaja zdaj na tej sceni. No, vse je razprodan, še vaške dirke se razprodajo pol Mhm. leta prej. Če rečemo Dunaj, kaj se je tam zgodilo? No, mislim, napovedal si, obkrožil si 2:35, to si dal na Instagram, pa si rekel, fante in Mhm. dekleta, zdaj Dunaj bo tekma pač pomladnega dela sezone. Splite si imel v redu, prej si rekel, pa se je pa nekaj zalomilo. Povej mi, kaj je bilo na Dunajski, potem na glavni, ki greš z parka ven, kaj se je dogajalo. Ja, na Dunaju lanske so bile razmere so bile brutalne, oziroma letos. No. Razmere so bile brutalne, bilo je 1 stopinja, sunki vetra s severa do 70 km/h, tako da je bil real feel -8. Uf, In ja, musem očala gor, sem pa na 20 km začel opaziti, tako da je v bistvu pač celotna slika me je začela tako malo sivkasta ratati. In sem mislil, da se mi očala rosijo. In očala dvignem in jih dam na glavo, in vse je še kar sivo. In to je bilo nekako tam, to je bilo malo po polovici, tam na 22, 24 km. In tam sem začel spoznavati, da neki ni tako, kot mora biti. Ne. In potem se me to postopoma poslabševalo, in tam po 30 mu je bilo že precej težko videti. Ja, po enem 30, do enega 35 km je bilo že precej težko videti, sploh progo, na 35, pa ne vem, če sem videl 10 metrov naprej pred sebe, obrise. In tam sem bil tudi precej utrujen, normalno, tudi upočasnil bi v vsakem primeru, ker sem že začel malo, ampak takrat se mi je začel tok, da dejansko nisem več videl. Ampak sem prišel do mislim, da je bilo do enega 38 km, sem totalno izgubil vid. To je bila sivina, čista sivina pred sabo, nisem recimo svoje roke videl. Dlani nisem videl na svoje roke, ure nisem videl.
In sem upočasnil in sem na 2 km tekel dobesedno v temi, na neki točki se je en kolesar z mano vozil in sem ga prosil, da me usmerja, kje je proga, ker nisem videl proge. Pa takrat na tisti točki že priješ nazaj v center Dunaja in se začnejo tračence v tramvaje in sem se začel spotikati. No in dokler nisem prišel do točke, kjer nisem ovinka videl in sem se v ograjo zaletel. Ovink je šel, ne vem, levo, jaz sem šel pa naravnost v ograjo, ker nisem videl, kje sem. In sem se takrat rekel na tisti točki, zdaj pa dosti, jaz niti vem, ne, kje sem in sem začel na glas klicati pa prositi nekoga, če mi lahko s proge pomaga. In sta mi dve ženski sta mi pomagali s proge, pa me pa posedli nekam na eno rumeno klopco. Ker sem se jo z rokam dotaknil, sem jo šele videl, da je klopca pred mano. Pač to je bilo hudo. In potem pač, ne, če malo pohitrim, na koncu so pač poklicali reševalce, da so prišli, pogledali, da mi recimo, če mi cukor tok padel, pa ni bilo, s tem sem bil čisto v redu. V bistvu prišlo je do vnetja oziroma take ekstremne izsušitve roženice na obeh očesih, da mi je totalno razpokala in zaradi tega nisem videl. Tako da vid se mi je nekako povrnil tam v 1,5 ure, tako da sem približno videl. Mogel sem iti pa potem na urgenco, pa dobil sem antibiotike, ene zelo močne kapljice, pa trajali ene 3-4 dni, preden sem normalen videl, pa da so mi oči nehale peči. Tako da je bilo kar zanimivo. No, googlal sem, kaj bi to lahko bilo, sem videl, da se v ultrah včasih to ljudem zgodi, ampak na eno oko, tudi enkrat sem na Žaku z Romanom Kejžerjem govoril, rekel, da še ni slišal za kaj takega na obe očesi. Tako da ne vem, zdaj pred Ljubljano sem si 2 dni prej kapljice v očesa dajal, pa vse, pa so bile oči tudi kar malo razdražene. Majčkeno je bilo sivkasto na koncu, ampak ni bilo pa tako, no pa tam kakšen dan so mi oči pekle, take malo so bile motne. Tako da ne vem, kaj imam to, mi jih toliko ekstremno izsuši. Zdravnico sem govoril, predlagala ene močnejše kapljice. Ampak med tekom ali kar stalno ali... Med tekom, ampak to čist na koncu. Se mi pa recimo to ni zgodilo na treningu, ne vem, tudi sem šel 37 kilometrov, pač res težek trening, se mi to ni zgodilo, tako da to izgleda s tekmo, pač tisto, da je res ta, ne vem, en napor v eno tako dolgo, ker tudi če bi šel, ne vem, do zdravnika zdaj, če me dajo na tekaško stezo, razen če je maraton tam odtečem, ne vem, če bi lahko dosegel to stanje. Ja. Tako da, ne vem, no, zanimivo. No. Je bilo boljše, šlo čez, ampak se je pa še malo poznalo, tako da definitivno vem, da pred vsako tako tekmo si moram kapljic dati noter, tako da skoraj jokam. Pa, mislim, pa te ni več strah vmes, recimo, da če si vina, ok, jaz bi rekel, ok, ja, malo se čudem počutim, trpim, ampak ti začel zgubljati vid, kakšen bi zapaničaril, kaj se dogaja z mano, ne, zdaj oslepel bom za božjo voljo, ne, ampak ti si kar ustrajal, dolg časa si ustrajal, si dejansko to pripisoval, vmes si gotov, ki je razmišljal, kaj se dogaja, ali si to pripisoval naporu, ali si rekel, vse bo boljš. Mislil sem, da je bilo od napora, na Dunaju sem mislil, da je bilo tudi zaradi vetra, ker je toliko pihal, pa povezoval sem z naporom, ker včasih se mi recimo po zimi, kaj res mrz zgodi, kaj delam dolge teke, da zgubim ostrino vidu, ni da bi ratal sivo, ampak zgubim ostrino, se pravi recimo tablo prometno malo težje prebrati, ampak to je, pač nimam oči razpokanih, krvavih ali karkoli takega. Tako da sem mislil, da je to, pa do utrujenosti tudi nisem vedel, ker sem bil precej na hlapih na tisti točki, nisem vedel, ali se mi začenja malo vrteti, pa da bom, ne vem, da me cukor padel, ker se mi pa še nikoli ni prej to zgodilo, zaradi tega nisem preveč od tega razmišljal takrat. Zdaj za Ljubljano sem bil pa pač pozoren, pa sem vedel pač na kaj pričakovati, probal tudi pač čim več mežikati, kakor sem pač lahko to razmišljal. Oziroma si poslal koga s kaplcami na 30 km, pa rekel, da je mi už tam to podal, ali ne vem kaj, ker zdaj si pa imel v glavi to zgodbo, če se mi začne megliti po pizdarija. Sem v kapljice sabo v žepu. Samo potem je bila tekma pretesna in nisem imel čas razmišljati. No, ja, pa sem v Ljubljani 2025, idealne razmere, no, ne vem, za marsikoga, jaz ne vem, če je kdo letos pojamral, ni bilo ne vetra, ni bilo ne preveč vlage, ni bilo preveč sonca, se gre se še lepo kasneje,
temperature so bile sicer malo više, kot so bile napovedane, okrog 10 stopinj zjutraj, ampak ne vem, kako si ti tisto tekmo zjutraj že doživljal, plan si imel v glavi ali kako? Ja, mislim, če najprej rečem za vreme, najbolj ironično je, da se je pritoževal ravno zmagovalec, ki je bil isti, ki je zmagal na Dunaju. Tako da ne vem, kaj se potem v Dunaju misli, če mu je bilo v nedeljo premrzlo. Drugače pa ja, mislim, sama tekma, ja, vreme je bilo res idealno od začetka. Tudi plan je bil, mislim, na plan sem štartal točno in je v bistvu tudi šlo. Pač vsi spliti do 35 km, v bistvu so bili po načrtu, tudi super je bilo, da skupino, ki smo jo imeli, da smo si približali tisto hitrost tekli, recimo sploh pač do polovičke, ker so bili še polmaratonci zraven, tako da mislim, no, da je bilo resno super izvedba, tudi predvsem zato, ne, ker pač mislim v Sloveniji, pač Ljubljanski maraton vsa preteklosti, nekako greš pod 2:35, recimo, ni, velikrat so razlike take, ne, da vsak teče sam. Letos je bilo pač daleč od tega, tako da pač res zelo dober, tudi mislim, noro je videti, kako tudi Ljubljanski maraton napreduje vsako leto, koliko je več tekačev, na splošno več hitrih tekačev, pač kam se nivo dviguje, tako da pričakujem ne drugo leto, da bo še bolj divje z tega vidika. No, fajn je, da mladi prihajajo, da vi novi prihajate, no? Mladi sem mislil, da tebe. Ravno zadnji sem imel z Martinom Ocepkom, ki je že nekaj časa na sceni, ja, pa sem rekel, da se je pa koncentracija tekačev okrog 2:35 kar zgostila, ne? Včasih, ja, si videl enega tam za 500 metrov pred sabo, za tabo, itak nobenega ni bilo, no, zdaj se pa kar vohate, ampak no, tale vajen dvoboj z Anžetom Vrobnikom je zanimiv, jaz sem šel pa Splite pogledat, a ne, sta se kar vohala, malo si bil ti v spredi, pol je on da mi malo razloži, mislim, a sta se kaj menila prej, ali bilo to čist spontano, da sta se tam našla, ali kako? Mislim, da je bilo čisto spontano, zaradi tega, ker smo oba dva, v bistvu smo štartali na okroglo številko 3:30 povprečje in to je to, gremo dokler gre, ne, lažje, tudi, mislim, 3:30 je ena taka zelo lepa številka, ker je zelo enostaven, na vsakih 5 km vedeti, kje si, ne, mislim, precej končen čas, če bi izračunal iz tega 2:27, 41, je tak, ampak ne, vsi vmesni so pa zelo enostavni. Tekli smo skupaj, ne, tudi s tisto skupino, ki sem prej omenil, mislim, da je bil z nama še ta Norvežan, ta biatlonc, tako je, do 23 km, tam je Anže naprej pobegnil, tako da sem ga potem kar nekaj kilometrov lovil, pa so šla spet skupaj tam proti Šmartinski, mislim, da to je tam 32-33 km, pa sem mu pa tam probal vrniti za njegov napad prej, pa mu pobegniti naprej. Kje si naredil usodni skok? Mislim, da tam, ko se gre čez Zaloško, tam sva šla še čez mimo tiste postaje, se pravi, Zaloško, ko je polna kajuhov oziroma malo spona. Tako, ja, se malo dvigne, potem pa tam tisti levi zavoj na Šmartinsko, tam sem mu že majčkeno pobegnil, tam na tistem modelu, zapravo ne vem, kaj to je, 33 km. Tako, poješ po Savsko naselje, pa pol Memžal, pa tako naprej. Ja, tako, tam na tistem modelu, tam vmes je bilo pa ena 2 km, na 2 km so bila skupaj, tam okoli 30 smo tudi eno afriško tekačico ujeli, ampak mislim, da nisva, tam je Anže še vprašal, če greva najprej malo z njo, pa sem rekel, ne greva. Je bilo zaradi tega, ker sem videl tam, mislim, da glih po 30, da so bila majčken zadej za pač cilen močasen, tako da je bilo treba tam po gasu stopati, če sva hotela probati povprečje ujeti. Si računal vmes, no, pa ni bilo več malo na 3:30, pol si računal že, koliko ti ostaja za koliko kilometrov, ali kaj, nekaj tazga, kako si to računal? Ja, upal sem, da bom, lansko leto sem v zadnjih 4-5 km kar nekaj lahko noter prinesel, tudi letos sem upal, da se enkrat naredi tisti levi zavoj na Dunajsko. Torej malo nadol, ja. Čist majčka nadol, sem upal, da bom lahko tam pač noter prinesel kakšno sekundo, ker do 35 km sem bil dejansko še tam na 2:28 cilju, nekaj tako malo čez, ampak ni tisti klanček, se pravi od Lidla Bežigrad, tisti klanček mi je kar zabil en velik žebel v krsto,
potem pa pač po Dunajski še nekako šlo, pa tista dva klančka, najprej pod železnico, pa ta zadnji tam skozi Tromostovje, tisti je bil pa, Miklošič, tam sem pa mislim. zvezde videl. Tam sem pa zvezde videl na tistem klančku že na koncu. Tako da pač ni se išlo za čas, oziroma pač za ciljen čas, oziroma da bi negativ split na koncu delal, ampak še zmeraj sem bil zadovoljen, ker pač to je bil vseeno zelo velik skok naprej. Pač mislim, zelo dobra tekma, tekmovali smo tudi prej. Tudi prej ni bil tempo tako zelo enakomeren, ampak smo malo skakali ta prvih 20 km in vsem to tudi pač pusti neke posledice. Ne? Ker ni bil, da bi res v eno, ampak je bil malo skočil, pa malo počasnil. Skozi so bile neke taka mini pospeševanja, ne? In naredi noge lahko malo mehke. Si imel koga tam zunaj, da bi ti sporočal, kako si uvrščen ali pa kaj takega? Si vedel morda, da si dejansko tretji med Slovenci? Ja, po sodniku. Bravo. V sodniku, ja. Sodnik sem vedel, da bo spremljal prve tri, drugače pa tako, da bi kdo drug povedal, pa mislim, pa nisem vedel iz tega. Tudi pač, mislim, normalno, da boste šla Primož in Domen naprej, za ostale pa pač v masi polmaratoncev bi se lahko sigurno še kdo izgubil, ampak po sodniku, ja, sem pričakoval, no, da to pomeni, da so z Anžetom se borilo za tretje mesto. Si se pol oziral zadnji kilometr tam dol, sprintaš mimo name, pa veš, da si se ozrl kdaj, če mogoče Anže prahaja, ali si že vedel prej, da si ga pustil toliko za sabo, da te ne more več vedeti. Mislim, da na zadnje sem pogledal pred 40, se pravi, tik predno se Slovenske ceste zavije levo. Ker tam sem si potem nekako v glavi izračunal, da tudi če bi jaz ugasnil, da bi Anže mogel teči skoraj 3:0, kar vem, da je sposoben, ker Anže ima res nore finiše, ampak po celem maratonu na 3:0 nekako sem rekel, da če bo pa 3:0 tekel, pa tudi če bom gledal nazaj, mislim, ne bo pomagal, ne bo naredil razlike. Ne. Pač v vsakem primeru, ne, do konca sem probal iti, kar se je dal hiter. Nisem vedel na koncu, mislil sem, da bom vsem majčken bližji 29, tako da ni bilo zdaj na koncu neko taktiziranje, ampak ja, pač do konca in če gre skozi, gre, če bi pa mimo prišel, pa mislim, da nisem imel odgovora za nek šprint. Mislim, ampak vidiš pa 2:29, pa v 40, 41, je nekaj posebnega, boš pa 2:30:06 ali pa kaj takega. Sigurno, sigurno. Kdo ti je najprej čestital, evo, kdo ti je najprej prožil čestitke? Dejansko je bilo nekaj kolegov že znotraj, na Kongresnem trgu v Bograji, ki so me poklicali, ki sem se kot zombi premikal proti koncu ciljnega prostora. Jaz sem bil pa zelo presenečen, ker je bilo tudi precej sodelavcev iz službe v ciljnem prostoru, so mi slike poslali, pač nismo se videli, ampak so mi slike poslali, ko smo šli čez cilj, tako da je bilo kar nekaj ljudi tam. Se pa vidno, da letos pa ni bil prvi maraton, ker so se s punco dogovorili dejansko, kje se dobiva, ker lansko je bilo prvič, da sem pač po dolgem času tekel na tako velike tekme in je bilo vse super, pridem čez cilj. In prvo vprašanje, kako se bomo pa midva zdaj dobila, oziroma kje. In potem sem lansko naokoli hodil in spraševal ljudi za telefon, da pokličem. Letos so bila dogovorjena pri točno kateremu drevesu se dobiva, tako da je bilo lažje, da so se hitrejše videla. Se vidi, da sem imel tudi jaz nekaj izkušenj. Tretje mesto v državnem prvenstvu, kakšen ček so ti dali? 900 evrov, zato se pravi za tretje mesto, pa bonus je bil za pod 230. Zdaj, evo, vidiš, tudi država bo vesela, ker bo več dobila od tebe, ne, ker si že po 230. Sem videl, ja. Tako da, evo, nekaj si naredil še za svojo božičnico, ne, božičnico kakšnega drugega, hecam se, ne bo, v božičnicah bo to tudi drugič, ampak, ja, mislim, kakšen lep zaključek sezone, mislim, da zdaj, ne, v klubu, koliko vas je zdaj v klubu po 2:30 med modrimi dirkači? Po 2:30. Suštam, če je še kdo poleg tebe in Janja.
Jani, Ivan, A mislim, da točen smo samo Pešovski še, ja. tri, ja, Peševski trije. Trije. Kljub, Trije, ja. mislim, to je dobro, da boste imeli tam v svojih klubskih prostorih, boste lahko imeli Hall of Fame, ja, pa gor, da je vse tiste, ki so po 2,30, pa cel kup jih je Tako. bilo še po 2,40, a ne, tako da ste proslavili Ja. na vse skupaj, ste proslavili, kaj je tvoja medalja, pa vse odlične dosežke. Ja, mislim, jaz sem fante zgrešil po tekmi, tako da nismo šli skupaj na pijačo, ampak smo pa, mislim, da vsak na svojem koncu proslavili, sigurno. Pa definitivno se mi je po tekmi zelo zluštala pica in sem bil zelo vesel, da sem jo po maratonu, da sem lahko celo v želodec spravil in jo tam tudi zadržal. Tako da to je bil dober znak. Da mi sam še povej, evo, taktika je pa še bolj uspešna, plan prehrane tudi, tempo pravilen. Si naredil kaj narobe, kar recimo si zdaj ugotovil, si se kaj novega naučil, morda si kakšno napako morda zagrešil. Ja, sigurno ena, v bistvu zelo zanimiva, ker ne, pač tudi, mislim, da sem že večkrat objavil ne, na to temo, pa tudi vedno pravim, ne, na tekmi nikoli nič novega. In se tudi sam probam tega držati. In recimo letos sem imel opcijo lastne pijače in sem si v flaške zmešal svoj ta endurance mix, ki ga imam. In to sem že prej pil na treningih večkrat med intervali. Nikoli pa tega nisem probal piti med samo intervalom. Vedno sem, ne vem, 6 ur na pauzi spiješ. Zdaj sem imel po flaškah in sem si zmešal isto moč kot ponavadi, pač isto koncentracijo, in ni šlo dol. Ene 2, 3 postaje sem še pil, potem sem pa samo še en požirek dol spravil, ker me tako, pač res mi na želodec ni sedel. In mi je bilo zelo zanimivo, ne, pa pač taka malenkost, sem mislil, da imam stestiran, pa sem probal na treningu, ampak nisem, pač mogel bi dejansko med takmo, ne, in pač res mi je tista, ne, da res, če nočeš nič pustiti na ključu, moraš pač res vsako tako malenkost probati, da vidiš, kaj je, ne, pač majhna, ne, ampak zanimiva. Mislim, kdo bi si mislil? Ja. Filigranska podrobnost, ja, ki lahko odigra, mislim. Tukaj bi pa res pohvalil organizatorja, kako pač imajo neverjetno dobre te vodne postaje, pa tudi ne samo okrepčevalnice na vsakih 5 km, ampak tudi na vsaka dva, mislim, še na mestnih postajah vodne postaje, da tudi dajo cele flaše vode. Ker to je res, na 2 km pa pol je tekočina, recimo letos na Dunaju, sploh v drugi polovici, ne vem, sicer je res, da sem bil na pol slep, ampak postaje z vodo, mislim, iskal sem jih, kot da sem popotnik v puščavi. Mislim, Ne ja, pričakuješ, da boš na to kvel po maratonu rabil iskati, kje so postaje z vodo. To pa res kapo dol organizatorjem v Ljubljani, zato imajo pa res dobro poskrbljeno. ja. Tudi pri vsem ostalem naslednje leto, greš v Ljubljano na maraton, se razume, ja. Ali Plan je, plan je. letos še kaj odtečeš, iztečeš do konca leta, ali boš delal druge stvari? Plana s tekmom ni, mogoče en krajši, oziroma en polmaraton, malo bolj za dušo, če bo, ampak to bolj v trening smislu, nič pa resnega. Zdaj bom počasi začel nazaj teči, nazaj trenirati, malo se bom tukaj obrnil, jaz živim tukaj pri Šentvidu v Guncah, tako da se bom malo obrnil v klanec proti Golem Brdu, proti Topolu, da malo spet raziščem te ceste, s tekmom pa zaenkrat nič. Nisem. Spodobi se in pravično je, da pač, ja, nehaš letos, ko si naredil vse, kar si lahko, čestitke še enkrat za odličen rezultat, za medaljo, mislim, sanjsko se je vse skupaj razpletlo. Tudi tale pogovor se nam že približuje 2 uri, zato bova sled, ja, pozornosti najnih gledalke, vem, ste uživali danes, a ne? Ja, kdo pač ne bi, mladeniča, ki še zna kaj povedati, pač gledal, ja, nažalost je že v dan, lahko ga pa najamete za trenerja.
To pa vedno. Zdaj, to na koncu povejva, Jernej, super pogovor je bil tole, no, lahko bi te sprašal še 2 uri, mislim, toliko enih stvari uporabnih si mi povedal, pa zanimivih, ampak vseeno, no, dejva narediti reklamo malo za to, kar ti počneš. Se vem, da nimaš morda kapacitet sprejemati veliko novih, pač nebrušenih talentov in z njih narediti, ne vem, rekreativne maratonce, pa vseeno, no, imaš spletno stran, imaš Instagram, dej povej, kje te lahko najdejo tisti, ki jim je bilo tole, kar so danes povedali, zanimivo, pa bi še kaj več tudi sami s tabo naredili. Ja, imam spletno stran betterrunning.si, pa na Instagramu imam profil Jernej Runner, se pravi po angleško runner, kjer pač delim malo svojo pot, pa probam deliti tudi kakšne nasvete, kakšno tako inspiracijo iz tega. Absolutno, pa tako ne tako, kot so rekla, mislim, pač tečem veliko in to, in pač cilj mi je tudi s komarkoli delam, ne, da se recimo najde, oziroma če se kdo najde v tem, kar smo se midva zdaj pogovarjali, ne, pač to je moja filozofija, pač ne želim, oziroma ni mi cilj nekaj delati masovno, nekaj takega, ker se pač res vsaki rajš se zadeve posvetim, pa delam na temu, na ta način, ne. In tudi, če kdo recimo kdaj rabi kakšne napotke, oziroma sem mi tudi že imel situacijo, ko je, ne vem, nekdo mene iskal, pa recimo, ne vem, nisem znal najboljš pomagati, oziroma sem vedel, da je kje kakšen resurs boljši, zaradi tega, ker recimo jaz nimam kapacitete, da bi delal, ne vem, tekaške skupine v živo, tudi vem, na koga se lahko ta oseba obrne, tako da vedno sem tukaj za dobro debato o teku, karkoli takega, in ja. In tole je bila, spoštovane, dobra debata o teku, pa ne samo o teku, ja, kar veliko drugega sva napletla, še pred tekom, kot že rečeno, hvala ti res za tvoje insighte in za pač vse zgodbe, ki si mi jih zaupal, jaz sem neskončno užival, tako da, Jernej Markovec, računam, da se, če ne prej, pa verjamem, da že prej srečal naslednje leto na Ljubljanskem maratonu, upam, da že kje prej, pa še kakšno živo rečeva, pa spremljal bom, tako kot vsi ostali, pač tvoj Instagram profil, pa čakal, kaj boš objavil, da boš spomladi leta 2026 spet odtekel. Tako da hvala ti še enkrat, Jernej. Ja, hvala Marko za povabilo in me je resno veselilo imeti ta pogovor. Mislim, da te 2 uri sta absolutno zleteli mimo. Ko se pogovarjajo o zanimivih stvareh, ja, čas gre kar samo od sebe. Lep večer še naprej, Jernej pa uspešne priprave na sezono 26. Hvala lepa, enako.